37 let sem kadil. 37 let, pri 12 sem začel, pri 49 sem nehal kaditi. Če bi mi nekdo en dan prej rekel, da bom nehal kaditi, bi rekel, da ne mogoče, pa se to pa zgodi čez noč. Ne? Lahko rečem, da je meni vape rešil življenje. Ne? Iz tega stališča ga že skoraj da moram zagovarjati. Ne? Količina diacetila v najslabšem scenariju, ki en vaper zaužije, recimo v enem dnevu pri nekem normalnem vapanju, 750krat manjša od količine diacetila, ki by the way nastaja tudi pri kajenju na klasičnih cigaret, ne? 750krat manjša kot količina diacetila, ki en kadilec v enem dnevu skadi in inhalira v svoja pljuča. 750krat. Preden pa se ta epizoda začne, pa bi vas radi povabili, da se naročite na naš YouTube kanal. Za vse tiste, ki ste to že storili, najlepša hvala. Zaradi tebe ta projekt še živi. Za kaj več, pa obišči tudi našo spletno stran. Zdaj pa se vidimo v epizodi. Ajde. Načeloma lahko začnemo kar tak, Okay. če ste kdaj kadili. Ja, kadil sem, koliko so zračunala prej, kadil sem 37 let sem kadil. 37 let, pri 12 sem začel, pri 49 sem nehal kaditi. Zdaj ste stari, pardon, če Zdaj sem star 58. Zdaj kmalu aprila bo 10 let, kar ne kadim več. Cigaretov, ne? Ker ne kadim več cigaretov. Ja, v principu jaz štejem to, da vejpam, štejem, da ne kadim. Ne? Ker škoda, ker si človek dela s kajenjem, klasičnim kajenjem tobaka, ne? In potencialna škoda, ki si jo dela za uporabo elektronske cigarete ali pa z drugimi nadomestnimi izdelki, je neprimerljiva. Ne? To je Kako ste preklopili na elektronsko, ali ste imeli kdaj pauzo cold turkeyja? Ne, jaz sem začel, ko so se pojavili elektronski cigareti, to je bilo ne vem, 2011 recimo. Sem imel eno 5-letno obdobje, ko sem malo eksperimentiral, ne? Se tudi takrat izdelki niti niso bili še toliko dobri, ne? Tisti prvi so bili mal nerodni za uporabo, pa ne toliko učinkoviti. In sem 5 let kombiniral kajenje in vejpanje, ampak sem imel pa feeling, ko se elektronska cigareta pojavlja, da je to mogoče prvič v življenju, da obstaja sploh možnost, da bi nehal kaditi. Ne? Do takrat jaz sebe brez kajenja nisem sploh videl in sem pač mislil, da bom kadil do konca življenja. Ne glede na to, koliko časa bo to trajalo. Ne? Potem sem pač nekaj malo probaval z elektronskimi cigareti, ampak ni bilo preveč uspešno in potem 2016 sem pa dobesedno čez noč. Mislim, taka smešna zgodba je, ne, lahko jo povem, pa jo pol zrežev bo ven, če je dolgočasna. Ampak zmanjkalo mi je cigaret, nisem mi dal iti na pumpo nedelja zvečer. Sem rekel, bom šel zjutraj in mislim, da sem 2 cigareta še imel, ko sem si pustil za zjutraj za prvi kavi, ne? Pa sem šel kupiti cigarete in nisem šel. No, tako da skrajšam zgodbo, ne? Šel sem mimo enega vape shopa, ki je slučajno se pojavil en novi tank, ki mi je ta lastnik rekel, jaz probal kdaj tole. In sem tako rekel, to bi pa lahko delal, da jih zapakiraj, kupil 2 flaške tekočine in od takrat naprej nisem več kupil cigaret, nisem več. Če bi mi nekdo en dan prej rekel, da bom nehal kaditi, bi rekel, da ne mogoče, pa se to pa zgodilo čez noč. Ne? Se me je zelo dober nadomestek, je bil takojšen preklop? Ni bilo ste easy. imeli Ni bilo preprosto, ampak je bilo pa dovolj. Mislim, jaz sem biolog drugače, ne? Jaz malo tudi razumem fiziologijo, pač presnove nikotina in hitrost absorpcije in vse te neke parametre, ki se dogajajo pri vejpanju in pri kajenju, ne? In tedanje naprave, ne, se pravi tedanje ti sistemi za dovajanje nikotina prek elektronske cigarete nikoli ne bi mogli nadomestiti toliko hitrega dviga nikotina, kakor je pri kajenju klasične cigarete, ampak vseeno pa vzdržuje neko bazično koncentracijo, neko bazalno koncentracijo nikotina, tako da nekega ko bi rekel, nekih otegnitvenih simptomov ni, ampak tudi tistega užitka, recimo temu, ne, se pravi spodbujanja dopaminergičnega sistema na ta način, kot je pri cigareti, pa tudi ni. Ne.
Se pravi, si v enem takem limbu, je dovolj dobro, da ne pržgeš cigareta, ampak ni to, ne. In če bi lahko prvi teden prespal, bi ga prespal, ne. Ampak brez vejpa si pa ne predstavljam, da bi zdržal ta prvi teden. Pol je pa vedno lažje in potem, ne vem, enkrat, ko preživiš en teden, se ti ne zdi več vredno sploh niti prižgati cigareta, ker rečeš, ne grem še enkrat čez vse to. Ne. In od takrat res nisem dima potegnil, ne. Verjetno na začetku pogrešal že tisto navado, ne? Da se odstraniš, recimo, pa ritual, ne? Jaz se nisem nič odstranjeval, jaz sem doma delal, jaz sem imel poln pepelnik že po prvi kavi, ne, je bil pepelnik poln, jaz sem sedel za računalnikom in samo štancal cigarete, jaz se nisem rabil niti odstraniti, ne. Ali pa recimo to, ne, ko recimo začneš dan ko pri Sloveniji je kar značilno, da začnejo dan, ali pa recimo Balkan, kava ali pa čik, ne. Začetek dneva, ne, ritual neki, katerega si navajen in po moje to pol tudi šok za telo. Absolutno. Jaz sem ne vem koliko let pred tem, se pravim, ker sem kadil zadnja leta svoje kadilske kariere, recimo, ali pa tega kadilskega obdobja, sem kadil 3 škatli cigaret na dan, ne. To pomeni, da sem dobesedno verižno kadil, ne. In jaz sem se zjutraj zbudil, preden sem odprl oči, je roka že segala po cigaretih. In za se blazno sem se najprej bal, kako bo zdaj to, ne? Kako bom jaz zdaj kavo pil in ne kadil, ne? Potem je pa izpadlo, da ti momenti, sploh ta prvi teden, ne? Ti momenti, ko sem šel ven na kavo, ne? So bili pravzaprav olajšanje, ne? Ker jaz alternativa temu je bila, da sedim doma pred računalnikom in delam in tam sem bil vajen kaditi, ne? In pravzaprav iti na kavo z vejpom, in samo usesti se in to kavo spiti je bilo pravzaprav lažje, kot biti doma. Ste imeli kontraefekt, mogoče kontraefekt, bi pričakovali, ne? Ja. Ni vam manjko ritual, ampak ste dobili en novi ritual. Tako, ja. Dobil sem novi ritual in druga stvar, ki sem se jo pa res še bolj bal, dobro, to, da greš zvečer ven, ne vem, popivati s frendi, pa ne moreš pržgati čika, to sem brez problema dal skozi, ne. Najbolj sem se pa bal avta. Ker jaz se, ne vem, 10 let najmanj nisem usedel v avto, ne, da bi najprej cigaret pržgal. Pa tudi, če sem šel samo, ne vem, 100, 200 ali pa ne vem, par kilometrov stran, ne. To je šlo skupaj, ne, da sem se usedel v avto in pržgal cigaret, ne. In sem moral iti v Srbijo, 500 kilometrov sem se moral voziti po ravni avtocesti skozi Slavonijo, ne. Ker nimaš kaj početi v avtu drugega, kot muziko poslušati pa kaditi, ne. In ravno cesto pred sabo. In tega sem se bal, ne. In ko sem pa to dal skozi, sem rekel, ok, dobro, zdaj pa lahko rečem, da je teh težav nimam več, ne. Pa v tistem obdobju ste se priključili temu združenju Generacija brez dima, ali je to bilo... Ja. Ali je bilo to prej že med, kako ste kadili po... Pravzaprav je tako, ne, ta neka vejperska skupnost je obstajala, preden smo mi ustanovili društvo, ne, ker treba je vedeti, da so bili takrat, da so bile naprave, so bile mečkrat zapletene, ne, niso bile tako. Learning curve za začeti vejpati je bil bistveno bolj zahteven kot danes, ne. Je bilo treba, ne vem, to so bile naprave, pri katerih smo mi sami navijali kojle, ne, se pravi te grelce, ne. Sami smo noter vato dejali, ne, sami smo mešali tekočine, sami smo kupovali posebej arome, posebej bazo, mešali, točno se ve. In je bila ena skupnost, ki se je naredila, pravzaprav ustvarila se je ta skupnost zaradi tega, da smo spoznavali te nove tehnologije skupaj, ne. Nekdo je nekaj probal, nekdo je nekaj drugega probal in smo potem te izkušnje izmenjevali in smo se dobivali na nekih takih vape meetih, ne. Takrat so še obstajali YouTube kanali, kjer so ljudje predstavljali nove izdelke, mi smo imeli neke skupine, recimo na Facebookih in takih nekih družbenih omrežjih, ne. In smo organizirali enkrat tedensko neke vape meete, kjer smo pač te izkušnje izmenjevali in te vape meeti so bili ponavadi v kakšnih kafičih in to je bilo še obdobje, ko se je v zaprtih prostorih smelo uporabljati elektronske cigarete. Še niso bile prepovedane, ker še niso bile pravzaprav opredeljene kot tobačni izdelek, ne. In v tistem obdobju, tam, zdaj se ne spomnim točno leta 2015-2016, ne, je prišel predlog novega zakona, po katerem bi izenačili
elektronske cigarete in klasične tobačne cigarete in je bil to pravzaprav potem neke vrste trigger, ne, se pravi sprožilc, da smo mi rekli, ok, dajmo mi zdaj ustanoviti društvo in dajmo probat videti, če se kaj lahko tle naredi. Ne. Spremeni. S tem, da je takrat ni bilo neke enotne politike Svetovne zdravstvene organizacije na to temo, ni bilo neke enotne evropske politike preveč na to temo. Ne. Anglija, ki je bila pa takrat še v Evropski uniji, je pa bila zelo, zelo pro-vaporsko orientirana. Njihov Royal College of Physicians pa Public Health England, se pravi njihov nacionalni inštitut za javno zdravje, ne, so objavili, oni so vsako svoje poročilo objavili tam okrog leta 2015-2016, v katerem so zelo, zelo zagovarjali elektronsko cigareto kot uspešen, legitimen način opuščanja kajenja, ki je najmanj 90% bolj varen kot klasična tobačna cigareta. In to je bilo temeljito poročilo, ne, ki je temeljilo na številnih znanstvenih raziskavah objavljenih do takrat. In oni še danes, ne, pravzaprav spodbujajo opuščanje kajenja s kakršnimi koli drugimi nikotinskimi nadomestnimi izdelki. Jaz se spomnim, jaz sem živel potem nekaj časa v Angliji in tam so imeli recimo je njihov pač ta sistem javnega zdravja, je nosečnicam dajal elektronske cigarete. Res? Ja, ker je bilo nehajte kaditi, ampak če ne morete nehati kaditi, pa vsaj prešaltajte na to. Se mi zdi, da tudi, pardon, če ste še imeli kaj zapovedati, ampak se mi zdi, koliko sem prebral o vaši združenji, ne, je tudi to glavna teza, oziroma ta zadnji stavek, ko ste ga povedali. Če ne morete nehati kaditi, je to najboljša opcija za vas. Ja, samo absolutno. Meni kot študiram medicino, ne, težko mi je nekako narediti ta preklop, ker se mi zdi, da vse, kar sem do zdaj prebral, vse, kar sem se učili, je nekako čisto pustite kajenje v katerem koli smislu. Ne. Nikoli pa videl sem pa tisti en komentar, še tudi na vaši spletni strani, ko je en gospod povedal, da on enostavno ne more nehati kaditi in da pač je vesel, da je nekje tako združstvo, ko mu lahko da to alternativo. To mi je zanimivo, ne? Ampak vseeno še gledam iz svojega faha in še vedno vidim... Kaj pa vidiš, vse se lahko tikamo, ne? Ja. Lahko, to ja, lepo prosim, ja. Okay, kaj pa ti vidiš kot potencialno škodo za zdravje oziroma kot potencialno tveganje za zdravje pri elektronskih cigaretah? To me prav zanima, kaj ti kot študent medicine, kaj si se ti naučil na faksu takega, da vidiš recimo uporabo elektronske cigarete kot potencialno tvegano početje? Ne zdi se mi popolnoma neškodljivo. Zdi se mi, da je, glede na to, kar sem prebral, kar je FDA tudi povedal, recimo tu sem najdel en članek, ko piše, da je pač bila neka analiza naredila na 1800 okusih vejpov, in baje, da so najdli 127 akutno toksičnih kemikalij, 153 health hazards, pa tudi World Health Organization še ne podpira, še ne, v bistvu... Ne, oni so zelo proti, ne, da ne podpirajo. Oni so zelo proti, ne. Pa tudi, sicer na faksu samo, če je to bilo mogoče vprašanje, ne omenjamo pač. Dosti moram povedati, da kar smo omenili, so cigareti, ne, kakšen je vpliv cigaret. V e-cigaretah je samo to, da pač je podobno, ne. Ok, cool, jaz imam par zanimivih replik, dobro, da si mi dal ta izhodišča, ne. Prva je to, ne, pač škodljivost, ne. Definitivno naša doktrina, ne, če kot društva, ne, se pravi naša usmeritev je v to, ne, da so elektronske cigarete po našem mnenju namenjene izključno kadilcem, ki bi želeli opustiti kajenje in tega ne morejo. Absolutno ne zagovarjamo tega, da nekdo, ki ni prej kadil, začne uporabljati elektronsko cigareto. Ne. Mislim, zakaj bi? Ne? A veš, ne, stvar je precej nerdy, če smo iskreni. No? Nerdy? Ja, se je, a ni. No? Mislim, sploh recimo v času, ko so ljudje še kadili, ne? Zdaj je kadilcev vedno manj, ne? Veš, ampak
nisi niti tega faktorja, ne, če si uporabljal elektronsko cigareto. To sem jih imela, pardon, agent, ko vas prekinem, ampak mi je zelo lepo date tudi meni izhodišča, ker sem videl, so pa imela na priprave za ta podcast so imela faktor pod vejpanjem med mladimi, recimo, starejšimi, mislim, mlajšimi odraslimi. Ne. Ja. Pravite, da nekako ni... Ja, zdaj se mogoče že naredil, ne? Ampak naredil se je zakaj? Zaradi prepovedi. Če mene vprašaš, to je moje mnenje. Faktor je vedno povezan z nečem, kar je tvegano, z nečem, kar je prepovedano, z nečem, kar si ne bi drznil glih vsak loser v razredu, ne? In potem kid si to mogoče drzne. Ne? Ampak oba dva veva, ne? Da je populacija teh otrok ali mladostnikov, ki gredo v taka tvegana vedenja, ne? Je pač obstaja. Ne? Če ni eno, je drugo. Ne? In še vse je boljš, da taki otroci, če že eksperimentirajo in če se že ponašajo pred vrstniki, boljš, da to počnejo z vejpom, kot cigaret. To je recimo moje osebno stališče, ne? Ampak naše stališče kot društva je, da je tudi moje nenazadnje, je, da če nekdo nekadi nima kaj se ukvarjati z vejpom, brez veze, no? Mislim, ni to tak neka dodana vrednost, ki bi imela smisla. Ne? Torej, vejp, da bi se samo uporabljal v primeru manjšanja škode. Ja, manjšanja škode, ja, tako je. Ja. Se lahko zdaj dotaknemo tu, ko smo pri škodah, recimo škode cigaretu, ne? Ja. Pa primerjamo pol, kaj dejansko, katere škode zmanjšamo z uporabo vejpov oziroma e-cigaretov. Ok, cigaretni dim, ne? Prva stvar je, ne? Pri cigareti gori tobak. Katerakoli rastlina bi gorela, ne? Če bi dal noter orehovo listje ali pa če bi dal noter navadno travo z livade, ne? Nastaja na stotine strupenih in kancerogenih snovi. Ne? Katerokoli organsko snov bi žgal, bi bila strupena in kancerogena. Ne? Tobak ima še ene par za tobak specifičnih kancerogenih snovi, ampak niso toliko ključne v skupni kancerogenosti tobaka. Se pravi, žgeš organsko snov, boš dobil, ne, strupene in kancerogene snovi iz tega. Ne. To je, ne. Pri vejpu se ne žge nič. Kaj vsebuje ta tekočina tlele noter v tanku? Ne. Vsebuje pač osnovno neko tekočino, neko bazo, ne, ki je mešanica propilenglykola in glicerola. Obe popolnoma inertni tekočini za dihala. Obe se uporabljata kot ekscipienti v zdravilih za astmo. Ne? Se pravi, ne bi tega dejali kot ekscipient v zdravila za astmo, če bi bilo škodljivo za dihala. Ne? Ok, uporablja se v manjših količinah, ampak tudi ne. Načelno je stališča neke potencialne škode za zdravje, dihal precej benigno. No? Potem je nikotin. Nikotin, o tem lahko razpravljamo do pojutrišnjem, koliko je dejansko škodljiv, koliko ni škodljiv, koliko je adiktiven, kakšen vpliv ima na dopaminergični sistem, kako izziva odvisnost. Ja, izziva odvisnost in to je tudi en izmed razlogov, zakaj mi zagovarjamo to tezo, da naj ljudje, ki niso kadili, se ne spuščajo sploh v konzumiranje nikotina v nobeni obliki. Ampak, ja, težko boš to preprečil, če je stvar prosto dostopna na trgu. Ne? Ni nam v interesu glamorizirati vejpa, ne? Ampak to je to. Ne? In potem so tlele še arome. Ne? No, in tle se zdaj pridemo do tistega, kar si ti prej povedal, ne? To je bilo, da si bral študijo, ki je bilo ne vem kakšnih strupenih snovi v vejpu. Ne? Po mojih izkušnjah so rezultati teh študij močno pretirani in metodologija teh študij je pogosto zelo vprašljiva. Recimo, jaz se spomnim študije, ki so našli fenole v hlapih, ne, ker tole so aerosoli, pravzaprav, to niso ne hlapi, ne dim, to je aerosol, pač te baze, ki se segreje in pač vdihavamo aerosol. Ne. Našli so fenole noter, ne. Ko greš gledat, kako so oni to delali, ne, oni so dobesedno prežigali, ne, s temi grelci noter tekočino, ne. In temu mi v vejperski skupnosti rečemo dry heat, ne? Se pravi, ko se toliko pregreje tekočina, da se že začne žgati in takrat nastajajo fenoli. Ne?
In verjemi, da ljudje, ki vejpajo, zelo dobro čutijo, kad se to zgodi in ne vejpajo potem tizga naprej več. Ne? To se čuti v okusu? Ali... To se zažge, ne? To je dry hit, ne, se temu reče, in to je zasmrdi in zažge. Ne? A veš, ne? In to je delček sape tega, ne? In greš takoj gledati, kva je narobe in spet enaš stvar in potem vejpaš naprej. Ne? Tako da teh fenolov uporabniki v realnem življenju ne vdihavajo. Ne? Potem je bil recimo primer diacetila, ne vem, če se spomniš, popcorn lung. Tako sem prebral popcorn lung. No, recimo, ne. Tudi jaz sem, ne, pač v nekaterih aromah, pač v teh aerosolu nekaterih arom so ugotovili, da so našli diacetil, ne, in diacetil pač povzroča ta obliterativni bronhiolitis, ne, bolj znan kot, ne vem, bolezen popkovke, popcorn lung, ne. Tudi jaz sem malo obrv dvignil in rekel, čakaj, dajmo malo videti, kaj je to. Ne? In potem smo šli računati, ne? Pa so tudi nekateri drugi ljudje računali. Ne? In potem je izpadalo, da je količina diacetila v najslabšem scenariju, ne? Ki en vejper zaužije, recimo v enem dnevu pri nekem normalnem vejpanju, 750-krat manjša od količine diacetila, ki by the way nastaja tudi pri kajenju na klasičnih cigaret, ne? 750-krat manjša kot količina diacetila, ki en kadilc v enem dnevu skadi in inhalira v svoja pljuča. 750-krat. S tem, da tudi ta količina, ki je v klasičnih cigaretah, ne, ni zadostna, da bi povzročila ta bronhiolitis, ker kajenje ni, pač ta popcorn lung, ta bronhiolitis ni bolezen, ki bi bila povezana s kajenjem. Ne. Je povezana z industrijsko izpostavljenostjo temu diacetilu. Ne. Ne, se pravi, ta koncentracija pri kajenju ni zadostna, tale pa še 750-krat manjša. Ampak je pa dober, a veš, ne, naslov na portalih pa v časopisih. Ne, vejpanje povzroča popcorn lung. Ne? Ne, ga ne. Zakaj pa mislite, po vašem mnenju, zakaj bi nekdo želel učrniti tako fejs vejpanje in zakaj ne bi... Greva zdaj v teorije zarote? Ne, samo tako me zanima. Ne vem, jaz ne vidim racionalnega. Ker jaz nisem zasledil, ne, in vedno, ko sem googlal, ko sem bral, zdaj na pripravah, tudi ko smo imeli kakšne seminarje ali kjerkoli, nisem najdel pozitivnih, mislim, ne vem, nisem najdel, da bi nekdo rekel, vejpi so pa okej. Vedno sem najdel, so škodljivi, ampak v meri, tako ste vi povedali, manj kot cigareti, ne? Ampak so škodljivi. To je bil vedno zaključek vseh teh člankov, vsega, kar sem prebral. Ne? Se mi zdi, da tudi to je vaše mnenje približno? Jaz mislim, da je tako zelo rezultati študij ne kažejo na to, da bi bil pomembno škodljiv vape. Res ne kažejo na to. Menda, ne, so novejše naprave, ampak spet bomo prišli pozneje na to, ilegalne naprave, imajo hitrejšo absorpcijo nikotina, zaradi tega, ker v štartu uporabljajo enormne koncentracije nikotina. Ne? V Evropski uniji je maksimalna koncentracija nikotina v teh napravah omejena na 20 mg na mililiter. Ne? Otroci tega ne vejpajo, otroci vejpajo 50. Jaz vejpam 6. Ne? Otroci vejpajo 50. Ne morem si misliti, koliko hitra absorpcija nikotina je pri njih in kaj to njihovem dopaminergičnem sistemu naredi in kakšne vrste odvisnosti to povzroča. Ampak to spet jaz tlele krivim zakonodajo, ne? Ker so te stvari dostopne samo še na črnem trgu. In to so zadeve, ki prihajajo z Balkana, ki prihajajo z Kitajske, ki so prešvercane in ki so dejansko stvar črnega trga. Če pa gremo na naprave, ki so legalno dostopne v Evropski uniji, ne vidim potencijala za neko omembe vredno škodljivost. Če pa to spet primerjamo s kadilci, ne, se pravi s škodo, ki jo povzroča kajenje, ne, ker vedno gre za ta zmanjševanje škode, ne, je pa sploh, ne,
Pa še en argument, ki ga pogosto smo ga slišali v zadnjih 10 letih, da se še ne ve, da ti izdelki niso dovolj dolgo na trgu. Vete, ti izdelki so na trgu zdaj že krepko več kot 20 let. Ne? Ve se, vse se ve. Ne? Ve se točno, kaj se zgodi z bivšimi kadilci, ki nehajo kaditi in ko ostanejo na uporabi nadomestnih izdelkov. Ve se, kaj se zgodi z tistimi, ki nikoli niso kadili in začnejo uporabljati te nadomestne izdelke. Ve se, kaj se zgodi s kadilci, ki nadaljujejo kajenje, vse se ve. In točno se ve, kakšna so razmerja tveganja pri vseh teh možnih scenarijih. Ne? In pa zelo konzervativno, ne, je bilo takrat tisto poročilo tega Royal College of Physicians, mislim, da so oni 95%, kao da je bolj varno, vejpanje od kajenja, ne. S tem, da so oni rekli najmanj toliko je bolj varno, lahko da je več. Ne. Ampak zdajšnji podatki ne kažejo na to, da bi bilo bolj tvegano. Ne. Šlo povzamem, če prav razumem. Torej, pri cigaretih je najslabši dim, ki zaradi zgorevanja. Tisti dimo, ne? Tle ni dima. Ja. Okay, ja. Dim, ki vsebuje torej rakotvorne snovi, in mi z rešitvijo, ne vem, uporabe elektronskih vejpov umaknemo ta del in ostane samo nikotin. Tako, ostane samo nikotin, ja. Ki je pač zdaj v pogledih zasvojajoča zadevica. Kako pa bi potem, če recimo nešče hoče odstraniti, če ta del, nikotin, kako pa bi pol bil postopek? Ste recimo imeli, da je tako želja vi? Ena stvar, ki jo recimo ljudje, ki so, ne vem, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, pa na Ministrstvu za zdravje ne razumejo, ne? Da v kontekstu tega, kar mi zagovarjamo, ne, so uporabniki elektronske cigarete informirani odrasli ljudje, ki znajo, ki vedo, kaj delajo, ne? Oziroma mi se trudimo jih izobraziti. Ne? In med našimi člani, ne, je ogromno takih, med drugim tudi jaz, ne, ki s časoma zmanjšujejo količino nikotina, ki jo uporabljajo. Jaz sem začel z 18 mg, pa sem bil na 12, pa sem bil na 9, zdaj sem na 6, oziroma zdaj sem 6 do 3. Ne? In nekje endgame je to, da bom pač popolnoma nehal uporabljati nikotin. In obstajajo ljudje, sploh so obstajali do prepovedi arom, ne? Ljudje, ki so že zdavnaj nehali uporabljati nikotin in so samo še uporabljali arome, ker jim je bilo dobro, ker jim je dišal, ker je pač, ne vem, jim je bilo fan, ker je bila tudi neka skupnost, ker smo pač te stvari počeli. Se pravi, ta odvisnost od nikotina ni nerešljiv problem, ne? Sploh med odraslimi informiranimi ljudmi. Ampak je dolgotrajen proces, jaz mislim. Dolgotrajen, ja, seveda. Koliko sem gledal, je najmanj efektivna zadeva, kako se reče, dry turkey ali nekaj takega, da ti dansko prekineš. Cold turkey. Cold turkey, to je. Prej dry hit, ne. Da ti naenkrat se odločiš, pa ne bom, pa nehaš, ne vem, zdaj siliš, pa čutiš tiste, ne vem, živčen postaneš. Jaz sicer sem nekadilec, ne vem opisati točno, kaj se dogaja. Ja, pa če sem prebral simptome imaš, Ja. In da pač se pol hitro vrneš nazaj, ne. In da je to, ko ste vi rekli, da potem postopno zmanjševanje, se meni tudi iskreno zdi še najboljša rešitev za spopadanje s problemom. Če gledamo, na primer, samo opuščanje kajenja, ne, pač kajenje lahko ljudje opuščajo po različnih metodah, ne. Ena izmed njih je ta cold turkey, ne, se pravi, nenadoma nehaš, ne, najmanj učinkovita metoda, ne. Tako je. Druga stvar, ki jo vem jaz o opuščanju kajenja, ne sicer toliko iz lastne izkušnje, ker jaz nisem nikoli poskusil nehati kaditi, ne, do momenta, ko sem nehal kaditi, ampak je to, da pač prvi poskus skoraj nikoli ni uspešen. Drugi mečkam bolj uspešen, ne, tam tretji, četrti, se pravi, ne obupati, probaj večkrat, ker z vsakim poskusom se nekaj novega naučiš o sebi, o tem postopku, ne, in če ne bo prvi uspešen, bo mogoče drugi, bo mogoče tretji, četrti, ampak preko slej boš prišel do tega, da boš popustil kajenje. Ne? Dejstvo pa je, ne, da jaz poznam med vejperji, ne vem, koliko nas je v društvu, cirka 1000. Ne? 1000 članov? Približno, ja. Pa se lahko, kako se lahko včlaniš? Mogoče, če bi imel kdo od poslušalcev. Mislim, da je pristopna izjava na naši spletni strani. Ja. Okay. Praktično vsi.
so z vejpom nehali kaditi praktično čez noč, v momentu, ko so se odločili. Ne? Tako kot jaz. Izjemno učinkovita metoda. Nekateri so se potem vrnili, ampak so zelo hitro potem poskusili znova in opustili kajenje. Jaz si upam reči, da med našimi člani ni niti enega kadilca. Koliko članov? Recimo 1000. Ampak to je stara cifra, mislim, da malo smo bili mrtvi v času korone, potem je društvo že skoraj razpadlo, pa sem jaz rekel, tega ne smemo zapreti, pa sem ga jaz prevzel. Pa ne vem, zdaj bili smo v enem takem, ne vem, klinično mrtvi smo bili kar nekaj let vmes. Ne? Tako da jaz, pardon, again. Jaz sem. Meni se zdi to, recimo, da bi to bila pot do popolnega izmika odvisnosti, ne, prek vejpov, se mi zdi smiselno, ne, da bi bila, zdaj sem jaz kadil, ne vem koliko let, želim si nehati popolnoma biti odvisen, ne, in neko prepreko prek vejpov dobim, nekako s tem, da bi pa naprej vejpo kot zamenjalnik za cigarete, ne, to se mi pa zdi samo nekako switch. Ne. Ampak bistveno bolj zdrav switch. Ne? Poglej, če sprejmemo tezo, da je vape 90% bolj varen kot kajenje. Ne? Ne? Če poenostavim, ne? Za 1 leto kajenja, ne? Jaz lahko 10 let kadim vape. Za 3 leta kajenja lahko 30 let vape, da si naredim enako škodo. Če bi bila, pa to je pretirano, ni toliko škodljiv vape. Ne? Skratka, neprimerljivo je. Ne? Nobenega kadilca ni v 3 letih pobral od kajenja. Ne? Praktično nobenega, no? Lahko rečemo. Ne? Da v 3 letih kajenja nobenega kadilca ni pobral in ni razvil nobene omembe vredne bolezni v 3 letih kajenja. Ne? Izjeme mogoče obstajajo, ampak če gledamo statistično, v 3 letih kadilci so še vedno isti taki, kot so bili, ko so začeli kaditi. Ne? Se pravi... To lahko potrdim tudi, ker sem direkt v tem bral. No, se pravi 30 let vejpanja, recimo, ne. Če bi potegnili to paralelo, ne. Kako je pa, pardon, kako je pa z trgom, kje se, mislim, ker tudi sem bral, da je preveč znamk, preveč različnih firm teh vejpov, preveč, da bi naredili eno skupno analizo, ker so zbrali recimo Zelo se razlikujejo naprave, zelo se razlikujejo načini dovajanja, zelo se razlikujejo vsebnosti, arom in drugih sestavin noter, To je zdaj tako, ne? Ker pri cigareti ne tobak, ali je Chesterfield, ali je karkoli, ali je tobak, ne? Tu pa prav so pač napisali noter v tej raziskavi, ko sem jo prej prebral, ko so mogli narediti z parimi firmami oziroma proizvajalcami, ker je enostavno preveč teh različnih, ker se razlikujejo. Dobro, pri nas ne. Pri nas je zelo malo proizvajalcev, ker je pri nas zakonodaja tako restriktivna, da so bolj ali manj vsi zaprli štacune, ne? In sam še črni trg laufa. Bodimo iskreni. Ne? Jaz sem sicer še odpred te zakonodaje, imam dovolj zaloge za konc življenja, ne? In me osebno nimam problemov s tem, kva bojo naredili in kva bojo prepovedali. Ne? Arom itak ne uporabljam že ne vem koliko let, ampak jih pa zagovarjam, ker zakaj? Ker so arome, mislim, ne vem, spet ena stvar, ki si ljudje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in na Ministrstvu za zdravje težko predstavljajo, da odrasli ljudje uživajo v različnih okusih. Ne? Aroma, na kateri sem jaz nehal kaditi, je bila Papa Smurf's Blood. Ne? Para Barbara. Ne? Odrasel človek. Ne? Ogromno kadilcev, ki so prešaltali na vape. Ne? Ta dinamika gre tako. Ne? Najprej iščeš nekaj, kar je čim bolj podobno cigaretu. Ne? Se pravi, najprej hočeš tobačno aromo. Ne? Vsi smo šli skozi to fazo. Ne? Zelo hitro hočeš vse razen tobačne arome. Jagoda, papaja, mango, marakuja, babičin vrt, zimska pravljica, karkoli, samo ne tobačna aroma. In na tem je velika večina vaperjev v Sloveniji odraslih. Tobačne arome nikogar ne zanimajo, ne? Ker v principu nočeš nečesa, kar te bo spominjal na to, da ti mogoče manjka cigaret. Ne? Tako da se meni ta teza, ne vem, otroci, ne,
In zdaj, kaj se potem prepustijo otrokom se potem prepustijo tobačne arome, ne? Da jim bo von tobaka čim bolj domač, ker bojo mogoče, ker pač imajo tezo, da je to gateway drug za poznejše kajenje tobaka, ne? In bojo že imeli, ne bo se jim zgodilo, da jim bo cigareta smrdela, ne? Ker so že vajeni voditi tobaka. Zaradi tega, ker so prepovedane arome, se vam zdi bolj mogoče, da bodo oni izpostavljeni tobaku samemu od začetka. Ma ne vem. Če sem prav... Ja, mislim pač, če bi že na našem trgu, ne, če ne bi na črnem trgu kupovali vejpov, ne, bi lahko vejpali samo tobačno aroma, ne. Taka je zakonodaja trenutno. Trenutno so v Sloveniji prepovedane vse arome, razen tobačne. Kaj pa ti mali vejpi, ki so tako ful popularni bili zdaj, ne vem, pred enim Samo letom? so jih banali, ne? Ja, ti zdaj niso dovoljeni v Sloveniji, ne? Ja. Kaj pa ti, vi imate recimo drugačnega, se vidi, meni se zdi to bolj kvaliteten, kot pa recimo tisti, ko je taki mali, pa ne veš, kako to deluje. Oni so Ko neki USB ključek delujejo, ne, in oni imajo koncentracije veliko večje, nikotina, ne. Se pravim, tlele noter je 6 mg na mililiter, oni imajo pa 50 mg na mililiter, ne, koncentracija, ne. To so jih toti. 10-krat več, ne, pa ja, ampak to so pa izdelki, ki niso uradno na trgu. Zdaj sem tlele ropota, upam, da se ne bo slišalo v mikrofonu. To so izdelki, ki niso uradno na trgu v Evropski uniji nikjer. V Evropski uniji je maksimalna koncentracija nikotina, ki je dovoljena za prodajo, je 20 mg na mililiter. Ne? Se pravi, 2,5-krat manjša kot to, kar ti otroci vejpajo. Pa tega otroci ne dobijo v trgovinah, ne? Pri nas. Jaz poznam kar nekaj trgovcev, ne? Ja, vsake toliko cajta se zgodi, da kakšen mulj shoče kaj. Pa ga pošljem ven, ne, mislim, to pač osebno men nima za kaj lagati, ne. Tako da... Pa tisti še ajkusi so, to so ti e-cigareti, se predstavljam, ne? Ne, to je pa drugo, to je pa metodologija, tehnika ali tehnologija gretja tobaka. To je heat not burn, tako imenovane, ne, se pravi, tobak se greje do temperature, kjer izhlepevajo snovi, ampak ne gori. Ne? Ta je nekje vmes. Ne? Po škodljivosti je majčkeno bolj škodljiv od elektronske cigarete, ampak je še vedno bistveno manj škodljiv od klasične cigarete. Ne? Ker pač ni gorenja. Ne? Mislim, moramo se zavedati, ne? Pri gorenju tobaka nastaja na stotine in stotine toksičnih snovi. Od tega je desetine in desetine kancerogenih. Vsega tega pri elektronskih cigaretah ni, pa zelo velike večine tega pri tem segrevanem tobaku tudi ni. Kakšno je pa, s temi vprašanji se mi zdi, kot da vam ti klubujem. Samo res ne. Enostavno me zanima, ne? Se je prav, ne. Ker izhajam totalno po moje iz drugega izhodišča, kot ti, ne. Nema ne izkušnje z vejpi, ne iz odvisnosti od cigaretov, ne, in z medicine in čist prihajam iz nekaj druge in me zanima, kakšna je regulacija teh izdelkov, ker vem, da recimo nekateri vitaminski dodatki, ne, so neregulirani. Ja. Pravijo, B12, whatever, ta vitamin tu dobite in nekateri so ne, nekateri so ne. Kako je pa z vejpi, kakšna je tu regulacija? Da jaz točno vem, kaj je tu not? Iskreno ne vem in ne vem, če kdo ve. Jaz bi si želel, da bi bile stvari regulirane. Jaz bi si želel, da bi vedel, da jaz, če kupim nikotin, da je to dejansko noter samo, ne vem, propilenglikol in nikotin in nič drugega. Jaz bi si želel, da bi kupil aromo, da bi vedel, da so noter samo varne snovi, ne? Ampak kljub temu, da ne vem, epidemiološki podatki bi že pokazali, če bi bilo kaj narobe, ne? Vse imamo, ne, kohortne študije lahko delamo, epidemiološke študije lahko delamo. Meni je zadnjič ena zdravnica z Golnika rekla, ja ne moramo delati dvojno slepih študij, ker bi bilo neetično pač ljudi prisiliti, da počnejo nekaj, kar je lahko potencialno škodljivo. Se ne rabimo stvari dokazovati samo z dvojno slepimi študijami. Ne? Imamo epidemiološke študije, stvar je 20 let prisotna. V 20 letih bi videli, če bi bila kakšna škoda. Tako kot smo videli pri cigaretih, tako kot vidimo pri alkoholu, ne? Se mi ne rabimo človeka prisiliti v to, da pije pol litra šnopsa dnevno, da vemo iz epidemioloških podatkov in drugih vrst študij, da vemo, da je stvar. Konec koncev, za cigarete nikoli ne bi vedeli, da so škodljive, ne, če ne bi imeli epidemioloških podatkov. Ne. Se nismo delali dvojno slepih študij za to, da smo dokazali, da so cigarete škodljive. Ne. Ker bi bilo neetično.
Ne vem, mogoče, da so nekje, ampak to ni osnova za naše znanje in to ni osnova za pridobitev podatkov, na podlagi katerih smo mi rekli, da je kajenje škodljivo ali pa da je, ne vem, pasivno kajenje škodljivo. Ne? To so bile epidemiološke študije, ki jih je delala že v 90-ih, je delala EPA v Ameriki, pa delala jih je Svetovna zdravstvena organizacija. In na osnovi epidemioloških študij so oni sklenili, da je ta tobačni dim v okolju škodljiv, ne, za nekadilce. Ne na osnovi dvojno slepih študij. Tako da imamo epidemiološke podatke in z leti jih bomo imeli vedno več. In več, ko jih imamo, bolj kaže na to, da stvar pravzaprav ni. Se pravi, je samo vprašanje časa, ko bo podatkov dovolj in epidemioloških raziskav dovolj, da se... Vse jih je že. Prej si me vprašal, zakaj potem pač toliko nasprotujejo vejpu. Ne vem, meni to ni racionalno. Meni to absolutno ni racionalno. Ne vem, grejo na roke tobačni industriji. Ne vem. Tako. Ne znam si drugače razlagati. A veš, pa je pa še dodaten twist vsem tem, ne? Da je tobačna industrija pravzaprav se zdaj poskuša prikazati kot good guy, ne? Ker oni zdaj prešaltajo na te bolj varne alternative, ne? Ker njim je vseeno, kje služijo. Ne? A veš, ok, dober, to ni več košar, ne bomo več prodali cigaret, prodali bomo to, kar vemo, da je manj škodljivo, ne? Ali pa kar lahko pač vsaj zelo, zelo, zelo močno domnevamo, da je stvar manj škodljiva, ne? In potem so oni zdaj bad guys spet, ne? Kljub temu, da delajo nekaj, kar je potencialno dobro, ne? Ampak ne vem, dvomim, da se oni v Indoneziji preveč ukvarjajo s tem zmanjševanjem škode, ne? Še vedno imajo tamle skoraj milijardo ljudi, ki kadi, ne? Pa na Kitajskem, pa ne vem kje, ne? Tako da ne znam si racionalno razložiti, zakaj je tako nasprotovanje uporabi elektronske cigarete. Ena opcija je to pač čistunstvo, ne, ideološke plašnice, ker pač, če je nikotin, je to bad. Ne. Ampak... Pa vse, kaj spustiš v telo, ne, da je kao zdaj slabo, ne, zaradi, ker recimo marsikdo se po mojem ne zaveda, da je dim tisti škodljiv pri cigaretih, ki ga spusti v sebe, in zdaj, če ti tu v sebe to isto vlečeš, zgleda, kot da bi kadil, ne, in se noben ne vpraša, ne, kaj spuščaš ti v sebe. Ampak dejansko je same inertne stvari, kar se tiče, ne vem, pljučnega epitelija in tako naprej. Ampak to je pomembno, da se to govori o tem. Pol se znajdeš, ne vem, v eni oddaji, ne vem, s predstavnikom Ministrstva za zdravje, pa z zdravnico z Golnika, ki rečeta, da ne, kljub temu, da govori neumnosti včasih, ne. Meni se je zgodilo, da je na temu odboru za zdravje v državnem zboru, ko so se sprejemali amandmaji za zadnjo zakonodajo, ne, da je zdravnica z Golnika rekla unim parlamentarcem, ki so tam sedeli, da je bila šokirana, ko je izvedela, da je v elektronski cigareti več katrana kot v klasičnih tobačnih cigaretah. A veš, po čem se mi pogovarjamo pol, ne? Če ona govori o katranu v elektronskih cigaretah. In ne samo to, da sploh je, mislim, po nobeni logiki ne more biti, ampak da ga je celo več. Ne? In pol se pa ti z argumenti zoperstavljaj takim nebulozam, ne? In omenja popcorn lung, in omenja vnevali, ne? Ker vsi dobro vemo, ne, da pač ta, ne, evali, veste, kaj je. Popcorn lung, vem, kaj je. Evali, to je bilo takrat, ko so v Ameriki pred parimi leti, ne, eni najstniki dost nadrajsali, ko so pač vejpali THC, ne, ki je topen v lipidih, ne, in takrat, ko pa ti vdihuješ lipide, ne, tle so samo vodotopne snovi, ne, ko vdihuješ lipide, ne, to pa res naredi štalo v pljučih, ne, in so imeli trajne posledice, ne. Veš, ne, in so to ful izkoristili za to, da rečejo, da je vejp lahko potencialno škodljiv. S tem, da nima veze z uporabo nikotina, ne, ampak je šlo za ta evali, to je, ne vem, kva pomeni točno. Skratka, pljučna bolezen, ki jo povzroča uporaba elektronske cigarete. No, veš, KOPB podobno kot z cigarete, ali ne? Nima kaj dost veze s KOPB-om, ampak naredi res rastor. No, pač dobesedno tkiva. KOPB bolj zapre dihalne poti, bronhije pa bronhiole, ne, tle pa same epiteli nadrajsa. Ponavadi, koliko zdaj razumem, je dosti manj govora o sami odvisnosti od nikotina in dosti več z ljudmi, ko mogoče van
dajo nasproten pogled, dosti več o tem katranu, o teh kemikalijah, v nikotinu pa kdaj dobite kakšno proti mnenje ali kaj pa nikotin, ste kdaj to vprašali? Ja, ampak dajmo objektivno pogledati, kakšna fiziološka škoda dejansko dela nikotin, ne? Nikotin je alkaloid, povzroča odvisnost, ne? Podobno kot recimo kofein, ne? Same fiziološki učinki nikotina niso toliko slabi, izboljša koncentracijo, izboljša fokus, ne? Edino, kar sem pa po moje prepričanje pa za aterosklerozo pa je problematičen. Sicer ne vejo še kako, ampak za to endodelno disfunkcijo. Za endodel žil. Prije do, ne vem, tudi direkt tu lahko kvotam, da prije do te oksidativne inflammation, vnetja, trombozis, v naslednjem pa piše, however, the exact mechanism through which nicotine induces endothelial dysfunction remains unclear. Ok, zdaj bi jaz najprej rad videl študijo, ne? Rad bi videl, kje so to delali, kako so delali, pri kom so delali. Kaj lahko... ne se to, ne bova zdaj. Ne bova zdaj. Kaj je zdaj... Što si recimo, da pri cigaretah, ne? Ok, vsi vemo, da kajenje vpliva na žile, da krči žile, ne, oziroma da povzroča, ne vem, neko vazokonstrikcijo, ne. Vsak, ki je prižgal cigaret prvič zjutraj, ne, ki se mu je zavrtel, ve, kako hitro pride do vazokonstrikcije, ne. In nikotin je en izmed faktorjev, ki povzroča to vazokonstrikcijo. Ampak v primerjavi z vsemi drugimi snovmi, ki so v tem dimu, ne, ki povzročajo bistveno hitreje in bistveno močnejšo vazokonstrikcijo, je nikotin relativno nepomemben tlele, ne. Tudi pri teh krvožilnih boleznih, ne, ali pa nekih škodi, ki dela na ožilju, ne, ok, mogoče, ne vem, rad bi videl to študijo malo poblizu, ne, pač enkrat ob priliki, ne, ampak vse druge snovi, ki jih kadilci dan na dan skozi leta vnašajo vase, in je veliko bolj problematičnih, bolj strupenih, bolj škodljivih kot sam nikotin. Spet prijo v krog, ne, da je alternativa obstaja. Ne, gre pa v največji meri seveda za zmanjševanje škode. Ne. Jaz lahko povem na svojem lastnem primeru, ne, ker sem povedal, da sem kadil, koliko sem rekel, za 37 let. Nabral sem 70 let kadilskega staža, če govorimo o škatlah na dan, tako kot sem vam povedal pred pogovorom, ne. In sem fasil med drugim emfizem. Kako je zdaj s tem? Pridemo do tega. Ne, fasil sem emfizem in astma. Potem, bilo je grdo, no, res je bilo grdo, ne, mislim, jaz vem, kaj je moj pulmolog, ne, to se je zgodilo na morju, sem končal na urgenci, ker sem zelo težko dihal, ne, pa so oni malo, ne vem, niso vedela, a je infarkt, a je embolija, ali kvač zdaj z mano narediti, pa so me dali na angio-CT, da vidijo, če je embolija, in so videli emfizem, ne. In so rekli, lej, ko prideš domov, nazaj v Slovenijo, pej k pulmologu, ne. In sem prišel k pulmologu, ker je videl moj CT, je rekel, ne, ni bilo dobro, ne. Ampak sem imel k sreči dobrega zdravnika, ki je bil zelo spodbuden in je rekel, lej, plavati, potapljati se, dajmo spraviti to harmoniko nazaj v pogon, maksimalno, kolikor lahko. Nisem mu takrat še povedal, da vejpam, ampak takole bom rekel. V prvem letu, ne, se pravi druga kontrola, ki je bila 1 leto po prvem obisku, vitalna kapaciteta pljuč je šla za 1 liter gor. Jaz sem šel s 5400 na 6300 v enem letu. Ta indeks obstrukcije, ne, je bil majčken pod mejo, ne, se pravi, je bil tam okrog 70, 69, 70 in je tam tudi ostal, ampak je bil tudi malo v veliki meri, je bil na račun toliko velike kapacitete pljuč, ne. Difuzija plinov, vsi ostali parametri so bili pa visoko nad povprečjem. Jaz sem potem, to je bilo 2016, jaz sem tam nekje okrog 2020 že plaval maratone. Kot človek,
z emfizemom. Nisem bil zadnji, ampak sem bil blizu zadnjega, ampak sploh to, da jaz 3-kilometrski maraton odplavam v enem šucu v 1 uri, ne, je meni bil uspeh. Koliko ste imeli, ko ste kadili, ne? Ste imeli koliko to vitalno kapaciteto? Pojma nimam, ampak ta prvi pregled po tej diagnozi sem imel 5400. Ampak jaz sem celo življenje v veliko, ne vem, plaval, se potapljal in tako naprej, ne. Se pravi, in po moje, če vas spet zmotim, samo se mi zdi, ko se bomo imeli manj, ker normalno je med 3 pa 5 litrov. Ja, jaz sem imel že v srednji šoli, v 4. letniku, ko sem kadil že 5-6 let, sem imel 6400. A ja, samo 400, se pravi 0,4 litra. Ne, 6,4 litra. Aha, samo to je zelo dobro. Ja, ampak s tem emfizemom sem imel 5 litrov 300. Ja, ali 5,400, potem po enem letu sem šel na 6,300, tako, ja. Na 6,300, ja, skratka, za cel liter se mi je povečala. Imate dobro genetiko, po moje tudi. Ja, vse to me je rešil. Ja. To me je rešil, ne. In tudi timing, kdaj sem nehal kaditi, ne. Ker jaz sem nehal kaditi, se pravi, začel izključno vejpati, ne, ker eni pravijo, da nisem nehal kaditi, če vejpam, ampak jaz pravim, ne kadim, vejpam, ne. Ampak, anyway, aprila sem nehal kaditi, ne, in sem komaj čakal to morje, ko sem rekel, zdaj sem pa nehal kaditi, zdaj bom pa plaval. In nisem mogel niti 50 metrov preplavati, ne, da bi mi zmanjkalo sape, ne. In skozi teže dihal, skratka, long story short, ko sem povedal, šel v ambulanto, oni so rekli, ne morete dihati takoj na urgenco, tap, in so mi naredili ta angio-CT, kjer so videli ta emfizem. Ne, s tem, da ja, na tistem odboru za zdravje, ki sem ga že omenjal, ne, tista pulmologinja, ne, ki je govorila za mano, ne, je prva stvar, ki je ni sicer direktno povedala, ker si po moje ni upala, ampak je implicirala, da se lažem, da ona je delala z veliko pacienti z emfizemom in da pacienti z emfizemom ne izgledajo tako kot ta gospod, ne. Jaz vem, da ne izgledam kot povprečni pacient z emfizemom, ne. Ampak sem tudi ogromno delal na tem, da pač, in sem po mojem imel srečo, da sem nehal kaditi v momentu, ko škoda še ni bila nepopravljiva, ne. Ampak definitivno imam diagnozo, ne. In potem astma, ne. Tako da jaz brez zdravil za astmo ne funkcioniram najboljš. Mislim, funkcioniram, ne. Ampak s športom se pa ne morem ukvarjati, ne, brez zdravil za astmo, ne. Imate tiste bronhodilatatore, ne, ko vam... Ja. Ja, pa tudi tele steroidne, ne, pač ne, antiinflamatorne komponente pač jemljem, ne. Tako da, ja, meni je to, lahko rečem, da je meni vape rešil življenje, ne. Tako da, iz tega stališča ga že skoraj da moram zagovarjati, ne. Ker dejansko, če ne bi bilo elektronske cigarete, jaz sem to rekel že, ne obstaja paralelno vesolje, v katerem bi jaz nehal kaditi. Ampak zanimivo, da ste takrat, ko vam je ponudil, ko ste začeli zgodbo, ne, kako se prvič, da ste se vjutro vstali, pa niste pričakovali, da boste nehali kaditi, ne, da ste takrat pustili neki alternativi oziroma nečemu neznanemu, da... Ja. Lahko bi vam kdo ponudil, ne vem, recimo tiste... Zasledil sem, da so neki obližni nikotinski tudi. Bi to recimo vzeli takrat? Ne? Mislim, kva sem jaz v tistem momentu vedel vejpu. Jaz sem okrog sebe imel na desetine ljudi, ki so brez problema nehali kaditi. Aha, z vejpom, ne. Ja, okej. Ste imeli že... Nikoli nobenega nisem srečal, ki je s tistimi obliži ali pa s čigumi nehal kaditi, ne. Aha, okej. No, pa ko smo glih pri škodljivosti nikotina, s čem je pa nikotin v vejpu bolj ali manj škodljiv od nikotina v čigumiju ali pa v flajštru, ne. Zdaj, tam se mi zdi, da je tam druga pot, ne. Jaz sem vas vedno znova zvikam, ne. Ja, okej, ja. Sem takrat bolj razmišljal, to, ko je ukvarjeno z tem, kaj je drugega škodljivega v cigaretih, ne? Ja. Veliko manj pa slišim, kot pa ta nikotin, ne? Aha, nikotin odvisnost, ampak dajte mi več, ne? Nikotin samo kako odvisnost ali karkoli, ne? In potem mi povete, kaj pa obliži, kaj pa to. Ja. To je tako še bilo kritično vprašanje, se mi zdelo, what that? Ja, pa še nekaj, ne? Tisti čigumi, ne? So z okusi, so z aromami, z istimi aromami, ki so prepovedane pri vejpu. Ne? Tam lahko dobiš češnjo, mentol, ne vem, kaj še se lahko dobiš. Jabolko, ne vem. Še eno vprašanje imam. Ja. Lahko si mislil, kaj je drugo temo? Ne, lahko. Zdaj razmišljam, poznam
dosti ljudi, ko so pa strastni kadilci zaradi okusa tobaka, ne, Ja. in tako naprej. Kaj pa, če njim poveš, glej, kadi en čik na dan, namesto 40, ne. Kadi, Težko. ampak Težko. če bi to nekdo vam ponudil kot opcijo, Ne. je nespremljivo za nekoga, ko je toliko časa kadil. To me zanima. Če to Lahko aha, tudi razložim, probam. zakaj ne. Okay. Ja. Absorpcija nikotina, ne, pri cigaretu je zelo visoka, ne, zelo strma. Zelo hitro je. Zelo hitra, ne. Nikotin gre direkt v možgane, ne. 5-10 sekund nekaj tega. Ne? Ja. To je zelo strma krivulja, ne. In potem pač počasi pada in ko pade do neke kritične meje, bi ti spet pržgal cigaret in je potem spet šus, ne. Če ti en čik skadiš ali pa če nobenega ne skadiš, je tebi razlika samo tistih prvih 15 minut. Ja. Ali pa prvo uro. In kakšen je feeling po 15 minutah? Kako bi opisal tisti občutek? Ja, ne vem. Nekaj ti manjka. Pa ne veš, Ja, kaj ne je. vem, nekaj ti manjka. Jaz recimo nikoli nisem mogel kaditi tako, da sem šel, ne vem, nekam na balkon pa pržgal čik, pa umiral, kao nekaj kontempliral, ne vem, vesolje, življenje in skadil čik, ne. Ja. Jaz sem lahko kadil samo avtomatično. Jaz sem samo polno pepelnik. Aha. Če sem se moral koncentrirati na to, da kadim in da je to zdaj nek moment, ki je meni nekaj pomembnega, ne, ker sem si jaz zdaj kao vzel zase in ne, naredil sem nekaj, zdaj bom pa enega pržgal. To pri meni nikoli ni delo. Mislim, da je večina takih? Ali je Ne večina vem, tudi drugih? jaz mislim, da sem bil, kar se tega tiče, poseben. Ne. Vi ste bili kar ekstremno, no. Sem videl. Ja. 3 škadlice na dan, Ja. veš. To je resno avtomatizem. To je ja. čisti avtomatizem. To je, ne. ja. Ampak recimo, ko sem pa delal na eni firmi, ki je bilo že prepovedano kajenje na delovnih mestih, ne, sva z enim kolegom, oba dva sva še kadila, ne, in je bilo treba iti nekam na neko sobo kaditi, ne, tam v pisarni. Nismo smeli, ampak bila je tam neka soba, kjer smo lahko kavo spili pa kadili, ne. In sva oba dva delala, ne, in zdaj kako deluje ta nikotinska odvisnost, ne. Ko pride ta kritična meja, ne, če se ti zamotiš, nekaj časa potem mine, preden te tvoj, ne vem, živčni sistem opomne, ne, da mu nekaj manjka, ne. In je bilo tako, ne, jaz sem recimo delal, pa je on rekel, greva na čik, greva sam še tole dokončam, ne. Pa je bilo 5 minut, recimo sem jaz nekaj še moral tam napisati ali pa ne vem, nekaj sprogramirati, whatever, karkoli sem delal, ne, in pa sem jaz končal, sem rekel, a greva zdajle, ja, sam mal, ne, pa je on 5 minut, ne, v glavnem midva sva tako lahko 2 ure, 2 uri sva lahko drugega takole zavlačevala, ne, preden sva dejansko šla na cigaret, ne. Če bi pa imel zraven pepelnik, bi v tem času 10 cigaret skadil, ne. To so. To me je zanimivo, kakšen je ta, ko pravite, zdaj ste se zamotili s kolego, ne? In potem, zdaj pa, ko nisem zamoten, zdaj pa moram iti, ne? Obstaja neka rešitev, kjer bi bil cel čas zamoten? Ne vem, ali je pa to fizično tista, zdaj pa prav moram, ker če ne bom isto voda, ne, to te spomni, to ni, lahko si zamoten kakokoli, če si žejen, se mi zdi, lahko recimo pri športi se to najbolje vidi, ti si totalno od igri, ampak na eni točki boš tak, jaz zdaj pa rabim vodo, ne. Ja. Na takšen princip? Ne. Ali Ne. na drugačen? Ne, jaz mislim, da je tam glih kontra, ne, da je tlele pravzaprav, če zdržiš nekaj časa, ne, potem postaja vedno lažje. Ker sama fizična, ne, sami ti fizični otegnitveni simptomi, ne, s časom pojenejo, ne, za razliko od žeje, ne, so skozi hujši, ne. A veš, ne. Jaz se spomnim, da sem jaz po parih dneh nekajenja cigaret, ne, dober, imel sem pač dostop do nikotina v drugi obliki, ampak teh spajkov nisem imel, ne. Sem jaz ugotovil, da v 24 urah, ne, kolikor traja dan, 8 ur recimo spim ali pa malo manj, ne, potem preostale ure, ne, mene prime, da bi prežgal cigaret relativno poredko, ne, in če tisto zdržim, potem me bo naslednjič šele čez pol ure, ne. Po enem tednu je bilo to šele čez 1 uro, ne. Se pravi, da jaz objektivno trpim, ne, zaradi pomanjkanja nikotina v teh 24 urah, objektivno vse skupaj, če sešteješ, manj kot 2 uri. Ne. V prvem tednu, manj kot 1 uro v drugem tednu, manj kot pol ure v tretjem tednu, ne. Pravzaprav ni toliko težko nehati kaditi, ne. Težko si je predstavljati sebe kot nekadilca. In tle se mi zdi, da so elektronske cigarete bile zelo. Ker jaz sem končno prišel do nečesa,
za kar sem lahko rekel, ok, dobro, to je pa zdaj nekaj, kar mi lahko nadomesti cigareto. Ne? Ritual. Jaz sem imel problem, recimo drugi problem, ki sem ga imel, jaz sem se ukvarjal z glasbo, ne? Igral sem kitaro v blues bandu, ne? Moj nastop je bil tak, da so s pevko spila flašo Jacka ali pa ne vem, nekega drugega pač viskija, ne? In sem jaz med samim nastopom skadil pol škatle cigarete. Jaz nisem prišel promovirati zdravega življenja, ne? Jaz sem igral kitaro v blues bandu, ne? In v momentu, ko so mi prepovedali kaditi na odru, se meni ni dal več igrati, ne? Ker sem imel feeling, da igram, ne vem, v zobarski čakalnici, ne? Tako sterilno mi je bilo vse skupaj, ne? Veš, kaj jaz počnem tlele, ne? Čakam, da bi ljudje prišli z čika, da začnem igrati, ne? Mislim, brez veze, ne? Von vas pa nikoli ne motil od čika? Ne, tudi zdaj me ne moti. Prsti pa... Ne, tudi zdaj me ne moti in recimo zdaj pač ne živim sam, ne? Ampak če bi živel sam in dokler sem še živel sam v tem obdobju, ko sem pač že nehal kaditi, se v mojem stanovanju smelo kaditi, v mojem avtu se je smelo kaditi, sam jaz nisem kadil. Ko pa recimo, da nešče zraven vas kadi cigaret, pa vas ne pritegne. Malo mi zdaj pač, mislim, ta doktrina, ne, da cigareti smrdijo, ne, to je relativno nova stvar. Ne? Jaz se spomnim, dejansko mislim, da je to ene sorte ta kulturološki conditioning, ne, ker jaz se spomnim vonja po tobaku. Ne. Potem se je enkrat začel govoriti o smradu cigarete. Ne. Nekoč je bil to von po tobaku, to je bil von dedka, ki si stopil k njemu, ne, pa ti je kaj dal. Ne. A veš, to je bil von po tobaku, to ni bil smrad cigarete. Drugačna asociacija. Popolnoma druge, bil je omniprezenten. Povsod se je kadil. Ja. Jaz sem delal v 90-ih na Onkološkem inštitutu na oddelku za tumorsko biologijo. Ni bilo ene osebe na oddelku za tumorsko biologijo, ki ni kadila. Od strežnice do šefa oddelka. Brez pretiravanja. Jaz sem dobesedno štel metastaze na pljučih miši v laminariju, na mizi zadaj sem imel pa pepelnik pa pržgan cigaret. Ne? In sem potegnil 2 dima, preštel eno pljučno krilo, potegnil dim, preštel drugo pljučno krilo, vzel drugo miš in sem tako delal na Onkološkem inštitutu, še v 90-ih. Ne? Samo meni mora reči, da mi smrdi, no, ne vem. Ja, tudi, ampak jaz mislim, cote, to mi je, ampak vojem, težki je. Včasih je ta von bil toliko vse prisoten, ne, da ga nihče sploh ni opazil. Nihče ga sploh ni opazil, ti nisi mogel priti. Tudi v nekadilsko hišo, če si prišel, so ti dali pepelnik, ker je bilo normalno, da ne boš človeku pač odtegnil pač priložnosti, da prežge cigareto ob kavi, ki si mu jo skuhal. Ne? To je bilo pač drugo kulturološko okolje, to si težko danes predstavljamo. V kinotih se je kadil, se spomnim. Na busih se je kadil, v vlakih se je kadil, v bolnišnicah se je kadil. Jaz sem še najstnik sem bil, čakaj, 15-16 let sem bil, ko sem na dermatologiji ležal. Ne? Samo v spalnici nismo smeli kaditi. Ne, imeli smo neko sobo za skupne, tam, ko se je igral šah, pa človek na jezi se, po kopalnicah, pa so povsod se kadil. Ne, si prišel k zdravniku v njegovo ordinacijo, se je kadil. On je kadil. Na faksu smo kadili. V srednji šoli. Srednja šola, na katero sem jaz hodil, Gimnazija Jesenice, je imela kadilnico za dijake notri v šoli. Gimnazija Jesenice ima tako 2 vhoda, ne. Levi je bil dejansko vhod, desni, ne, se bil tako vhod pa štenge, ne, 2 taka steklena vrata, ne, vmes te štenge, tam so bili postavljeni pepelniki, ta veliki in tam so dijaki kadili. Ampak tisti čas je bilo to nekaj normalizirano. Popolnoma normalno, ne. Ste si takrat predstavljali, da bi mogoče del vašega življenja predstavljal borba proti? Ja, to. Ne. Ker 75% kadilcev si želi, da ne bi kadili, ne. Ja, seveda, ne. Mislim, se pravim, okolje je drugačno, ne. V tistem času kaditi sploh ni bil big deal. Moja mama je bila vesela, da sam kadim, da ne počnem kaj hujšega v življenju. Ne? Mislim, to tako je bilo. Če smo že v času srednje šole, dajmo še nekaj to mladim povedati, da ni glih verjetno najboljše, da kajkoli sploh začnejo. Ne? Vidiš, da začeti. Absolutno. Pa tudi odrasli nekadilci, ne? Ja. Brez veze, da začnejo vejpati. Ne? Ampak mladi pa sploh ni nobene dodane vrednosti. Tako kot pri kajenju. Pač lahko vi zdaj, ki ste dali to skozi, lahko bolj legalno se čuje, kot pa da vi, ko jaz govorim nekomu, ki nisem nas nikoli kadil, pa da mu govorim, ne delaj tega, ni vrej, zdaj pa vi lahko
prve roke. Absolutno. Se pravi, naša platforma je bila vedno ne kajenje oziroma ne uporaba elektronskih cigaret ali pa kakršnega koli nikotina za mladoletnike. S tem, to še moram dodati, to smo imeli že pred prvo tobačno zakonodajo, ki je vključila elektronske cigarete, to smo imeli v Sloveniji že zrihtano. Ker je po zakonu o kemikalijah nikotina nisi smel prodati osebi mlajši kot 18 let. Samo tisti zakon bi morali uveljaviti in ne bi rabili ničesar. Tako da se mi zdi, da je vseeno, vse skupaj mal meji na en ideološki konstrukt. Ta boj proti vejpu. Ampak ja, mislim, mi vejp vidimo kot metodo zmanjševanja škode zaradi kajenja tobaka. Okay. Ja, če kdo lahko neha kaditi in ne vejpa, odlično. Ampak če kdo ne more nehati kaditi in kot nadomestilo temu vejpa, vsekakor boljš, kot da kadi. 1000-krat boljš. Otroci, ali pa mladostniki, ki pravzaprav nimajo še stika z nikotinom, nimajo zakaj iti v to, ker iskreno celo dober tudi ni, če smo. Ja, cool si, tako smo prej se pogovarjali. To sem hotel reči za srednjo šolo, Zdaj, če ste gledali slučajno Immortal Man film od Peaky Blindersov serija, v glavnem iz 19. stoletja, že 19. stoletja. Peaky Blinders serije se spomnim, ja. No, kako ta glavni igralec kadi ta čik in zdaj ti, ko si v srednji, ne vem kje, in ga gledaš, oblečen je v srajčko, dolgi, oni plašč in kadi čik in zgleda tako dobro, ko si prav misliš, ti si pa. To moraš. Ja, to glih. Mogoče tudi nas nekako, ne vem. Obstaja teza, da so tobačne telekorporacije plačevale Hollywoodu za to, da so dajali cigarete v filme. Jaz mislim, da je to bilo bolj nek genuine cool faktor, ki so ga v njih hoteli pri določenih vrstih karakterjev poudariti. Zgleda cool, ne moram nič reči. Mislim, tisto je zgledalo zelo cool meni. Zgledal tako, malo ko ima cigareto in se z nekom pogovarja, zgleda, kot da ima malo vseeno za onega, ker nekaj drugo jaz delam in jaz kadim čik in kak je kadil, tisti ghost inhale, ko je imel, veš, tisto not skozi nos, pa je zgledal, kot da ima on pravo, pa nič ni povedal. In ko nekdo mladi to pogleda, se vam po moje zdi, ampak vi svoje izkušnje... Da ne bom gledal mulcem, kaj je preveč cool zdaj. Ker ni to naš namen. Mislim, dejansko... Se zelo lepo skrenali prej, Ja, najbolj iskreno pravzaprav se ves čas, odkar obstajamo, zagovarjamo to, da mladostniki naj ne bi imeli dostopa do vejpa in da bi bilo to treba regulirati. Ampak ne zdi se mi pa prav, da odraslim ljudem pač se upletajo v življenje. Ne zdi se mi prav, da je prepovedano v javnih prostorih. Ni neke škode za druge, ta disipirati ali ta aerosol v parih sekundah ni nič več. Kaj pa cigareti pa da so prepovedani? Ker pasivno kajenje vse. Ja, mene osebno sicer ne moti, ampak recimo, da obstajajo razlogi zakaj. Mogoče so tudi malo nategnjeni, ampak ne bom šel v to. Recimo, da obstaja nek konsenzus glede tega, da je to škodljivo za druge. Čeprav recimo študija Svetovne zdravstvene organizacije, ki je bila objavljena tam v 90-ih, oni so ugotovili, da v nobenem scenariju ni bilo nobene statistično signifikantne spremembe pri kancerogenosti, pri pasivnem kajenju. Edino statistično signifikantno, se pravi statistično pomembno spremembo so opazili pri otrocih, ki so odraščali v kadilskih gospodinjstvih. Pri njih je bila incidenca karcinoma pljuč manjša kot pri otrocih, ki so odraščali. To je bil edini rezultat, ki je bil statistično signifikanten v celi študiji. Recimo, ampak seveda na podlagi ene študije se teh stvari ne da sklepati. Ogromno je faktorjev, saj tudi po moje... Ogromno različnih metodologij, ogromno različnih kohort, ogromno različnih zato se strinjam, to je tisto parametrov, ki jih merijo. Zato je pač treba res neke analize delati in metaštudije za to, da se pride do nekega dokončnega odgovora. Koliko smo mi časovno?
Da smo že čez. Ni čez, to ni čez. Ja, okay. Definitivno je tudi zmerjena, ne, recimo škodljivost tega tobačnega dima v okolju, ne, ta environmental tobacco smoke, ne. Mislim, da so tam nekje na 0,16 oziroma 1,16, ne, se pravi 16% večja verjetnost, da boš razvil neke bolezni, ki so povezane s kajenjem, ne. Kar se sliši ogromno, ne. Ampak če pa pogledamo zdaj, kakšen delež populacije zboli med nekadilci, ne, se pravi, če imaš ti populacijo nekadilcev, ki niso izpostavljeni, ne, kot njih je ta bazično tveganje, ne, se pravi, ta razmerje obetov, ne, je 1, pri nekadilcih, ki so izpostavljeni, je 1,16 recimo. Recimo, da je 1,20, ne. Se pravi, 20% večja šansa, da bojo nekaj dobili kot tisti, ki niso izpostavljeni, ne. Ampak so te bolezni pri nekadilcih že tako redke, ne, da imaš ti potem 20% več na tisto redko, ne. Če imaš ti tam recimo incidenco 5 na 100.000, ne, če daš 20% gor, imaš 6 na 100.000, ne, in potem ti moraš zdaj opredeliti tega 1 na 100.000. Ne, Tudi se mi zdi, katera populacija je vključena v to analizo. Se pravi, če primerjamo nekadilce, ki niso izpostavljeni tobačnemu dimu v okolju, ne, se pravi pasivnemu kajenju, in nekadilce, ki so, ne, pri teh izpostavljeni, ne, pasivnemu kajenju, ne, pri njih je 20, naslov bo tveganje za, ne vem, karcinom pljuč je 20% večje, ne. Ampak kakšna incidenca karcinoma pljuč pri nekadilcih, a veš, ne. In potem na to dodaš 20%, ne. In to potem ni tako šokantno veliko, kot tistih 20%. Kot se sliši 20% večja verjetnost, ne. Skratka, perspektiv. Ja, perspektiv. Ker recimo moj dede pokojni, on je kadil podobno kot vi in je potem imel neko operacijo, ni kadil 2 tedna recimo, je imel na žrelu, je imel raka in ni kadil. In je prišel zdravnik in povedal, vi nikoli ne ste kadili, ne, nič. Ste se nasmejal, ne, pa je bil šokiran, ko sem to povedali. Genetika, to hočem reči, ne, on ful kadi, ful, malo neha kaditi, izgleda boljše, ne. Recimo nekdo drugi kadi dosti manj, ima dosti večje posledice. Ja, absolutno. Ne. To je tudi veliki faktor, se mi zdi, pri teh. Absolutno, ja. Marsikoga bi na mojem mestu že prej bi štrafenlo kaj hujšega kot mene, ne. Pa zdaj, recimo, ko ste prej rekli, po 1 letu prenehanja kajenja, pa se je vaša kapaciteta pljuč tako izboljšala. Kako pa zdaj, recimo, po še večjih letih? Ja, zdaj pa stoji tam nekje, se pravi, še vedno sem čez 6 litrov, ne. Tisto 1 leto je bilo največji skok, torej in zdaj stagnira. In potem je tlele, zdaj, jaz sem se 10 let postaral vmes, ne. Zdaj, da bo aprila, bo 10 let, ne. In pljučna kapaciteta, ne vem, pri 50 ni ista kot pri 60, ne. In tudi vsi drugi parametri, ampak vedno se ti parametri primerjajo z nekimi referenčnimi vrednostmi za to populacijo, ne. In tle še vedno presegam povprečje pri marsičem, razen pri tej indeksu. Ja, pomagaj mi. Pri restrikciji, ne. Ja. Ne. Emfizem je tudi iz tega, ne. Ja. Ampak tle sem še vedno znotraj nekak normale, plus minus 1%, ne gre kaj dost na slabše, ne. Vi ste že imeli zelo dobre predispozicije, ne, če ste rekli, da so 5-400 ste imeli in te ste skočili še, to je 5-400 imam po moje jaz trenutno, ne, če. Ja. Tako da ste imeli, mislim, hvala Bogu, ne. Ja, ampak tako inflated lung, ne, veš, moje telo je rablo kisik, ne, to je naredilo vse, ne, da je do tega kisika prišlo, ne. Ampak tista je bila edina težava, ko ste bili na morju, ne, ste nekaj plavali, niste mogli dihati, ste šli na urgenco, ali se spomnite, kako je oviralo to vam drugače in vidite zdaj enormno razliko? Jaz mislim, da je ena velika sreča je bila ta, da jaz nisem bil, da sem bil dokaj aktiven, ne. Ker jaz, če bi sedel na kavču in bil pač, ne vem, couch potato in ne bil aktiven, bi veliko pozneje opazil. Mene je najprej zmotilo to, da jaz ne morem 50 metrov preplavati, ne. Pa vem, da sem leto, 2 prej lahko plaval 1 uro skrb, ne. Zdaj pa ne morem, ne.
To me je zmotilo. Ne? In zdaj vprašanje, če bi jaz doma sedel, jedel hamburgerje in gledal televizijo, opazil, da je z mojimi pljuči nekaj narobe. Ne? Tako da je mene to tudi v veliki meri spodbudilo, da sem, ne vem. Tako da se hitro tudi opazil, ne? Razliko, ker ste bili toliko aktivni, ste videli, bum. Ja. Tako da to je, ne, recimo, en faktor, ne? Ampak je prva stvar, ki me je pulmolog vprašal, ko sem prišel, ne, je rekel, zakaj ste prišli, ne? Pa veš, ne? Zakaj ste nehali kaditi, ne? Sem rekel, ja, ne vem, nehal sem kaditi, cajt je bil, ne? Ja, ne, ampak nekaj je moralo biti, zakaj ste nehali kaditi, ne? Sem rekel, iskreno, nisem, ne? Kakšne težave ste imeli, da ste nehali kaditi? To je hotel slišati, ne? In v momentu, ko sem jaz nehal kaditi, nisem imel težav. Jaz sem nehal kaditi 4 mesece, preden sem zaznal te težave, ne? Aha, ja. Jaz sem aprila nehal kaditi, avgusta sem pa končal pri zdravniku, ne? In potem septembra, recimo, pri tem pulmologu, ne? Ni bilo klika, ni bilo... Aha, ni bilo... Spontano bilo tako, prej... Ja, ni bilo tisto, fakt, ne, frka, moram nehati kaditi, ne. In na srečo, ker jaz takrat, ko sem dobil to diagnozo, ne, to je tak stres, ne, ker pač jaz sem toliko sem izobražen, ne, medicinsko, da vem, da emfizem ni šala, ne. Ne vem, če bi takrat lahko nehal kaditi. Po diagnozi? Po diagnozi, ja. Iz obupa? Iz strahu, iz anksioznosti, pač iz vseh teh nekih stvari, ki spremljajo take hude diagnoze, ne. Pol mi je pa še moja osebna zdravnica rekla, da kar dosti pacientov z emfizemom, ne, v 5 letih, da jih pobere, ne. Ampak po sem jaz malo tuhtal in sem šel malo tudi brati, ne, in v glavnem seveda emfizem največ prizadene težke kadilce, ne. In jaz poznam 2 primera, ne, ki sta zvedla, da imata emfizem, sta rekla, fuck it. In sta pač kadila, dokler jo ni pobrali in tu v parih letih ni bilo več, ne. Jaz sem imel zegen, da nisem bil postavljen v to situacijo, ne, da bi moral zdaj izbirati, ker tisto je bilo, ne vem, mentalno in emocionalno kar težko obdobje, ne, se sprijazniti s tem, da si toliko resno bolan in da si to sam naredil, ne. In ne vem, če bi bil tako sposoben takrat nehati kaditi zaradi takega akutnega razloga, ne. Ravno nasprotno, po mojem bi še več kadil, ne vem, kaj bi bilo. No. To je zanimivo, da ste rekli, ker mi smo imeli lani na pulmološkem oddelku vaje, itak tam populacija ljudi večinsko kadi in ne nehajo, ne. Težko nehajo, grejo na cigarete. Vas rekli, ja, jaz sem, ko sem slišal, da če bi slišal za emfizem pred, ne. Ja, medtem, ko sem še kadil, ne. Ja, ne bi šlo skozi, ker podobno je tudi za, se mi zdi, za sladkorno bolezen, ko smo bili na endokrinologiji, ne, tudi nekako težko je, ko že se postavi ta diagnoza, se mi zdi, da je dosti težje očitno, zato prvič z prve roke čujem, da pač vam je bilo lažje pred, ne. Ampak spet se vrneva na to, in sladkor, in nikotin sta oba dva zelo vplivata na dopaminergični sistem, ne. In oba dva sta zelo povezana z anksioznostjo, ne, in z nekimi drugimi funkcijami, čustvenimi, ne, ki jih nekako mitigirata, ne. Podobno vrsto odvisnosti pravzaprav povzroča vse, kar vpliva na dopaminergični sistem, ne. In je v takih momentih, ko te nekaj tako prešejka, kot je taka diagnoza, ne, je zelo, zelo, zelo težko. Jaz razumem ljudi, ki ne nehajo kaditi, ne. Veš, tako da, ne vem. Kaj pa s fugami ste imeli kdaj? Probal sem, ampak peče. Ne vem, vse imajo nek mentol vse, pa da dam to. Pač, ne. Sem razmišljal o tem, da bi prešali to na fuge, zato da, ker poznam ljudi, ki so potem prešali na fuge, pa potem čisto pustili nikotin. Ne. No, one najbolj šibke fuge, ne, 2-3 mesece in so nehali vse uporabljati. Ne. In sem mislil, da bo mogoče na ta način. Ker na Švedskem pa je to najboljša alternativa, koliko sem zasledil. Ja, oni imajo snus, ne. Ja. No, recimo Švedska je zelo, zelo dober primer pač te politike zmanjševanja škode, ne. Oni so takrat, ko so v Evropski uniji prepovedali snus, ne, rekli, mi zahtevamo, da nas izvzamete iz tega, ne, in imajo najmanj, mislim, da je toliko malo kadilcev. 5%, ja. Se pravi, 5% kadilcev, ampak... Ja, 5% kadilcev. Ja. Lahko dobesedno
for all practical purposes lahko rečemo, da so smoke free. Ne? Ja, smoke free, ja. To so, pa tudi, če pogledamo Anglijo, če pogledamo druge države, ki so bile bolj naklonjene elektronskim cigaretam, ne? Tako strmega padca v številu kadilcev, ne? In nasplošno uporabi cigaret, ne? Nikoli v zgodovini nismo zabeležili. Ne? Mislim, vsaka čast, ne, vsem, ki se trudijo ljudi pripeljati do tega, da nehajo kaditi, ne, da opustijo kajenje, vključno z vsemi slovenskimi inštitucijami, ki se s tem ukvarjajo, ampak nimajo za burek v primerjavi z vejpom, res. To so taki padci porabe tobaka in števila kadilcev in tako izboljšanje na splošno, tak benefit za javno zdravje, ki ga ne beležimo, odkar se sploh ukvarjamo s tem, da naj bi ljudje opustili kajenje. Ne? No, ampak na drugi strani pa imajo veliko več odvisnikov od nikotina spet. Zdaj sem pokazal, recimo v Ameriki, ne, sem pokazal od CDC-a stran, ne, Center for Disease Control, ne, nikoli, ne vem, v zadnjih 10 letih najmanjša poraba nikotina med adolescenti v Ameriki. Ne. Mi smo tudi, naprimer... Niso bili vejpe? Ni bilo za vejpe to? Ja, za vejpe, ja. Ne za nikotin, samo za vejpe je bilo. Ampak sem v principu največ najstnikov, če uporablja nikotin, ne, ga uporablja v obliki vejpa. Ne. Druge stvari niso toliko. Fuge, maybe, ampak ne vem, nimam. Ampak mislim, da sem najdel tudi podatek za overall nicotine consumption, ne, da je najmanjši po ne vem kolikih letih. Ne. Ne vem, ko sem jaz bil v srednji šoli, so bile fuge, mislim, da najbolj popularna zadevica. Kaj se tiče nikotina. Ti si 2. Jaz sem 2. Ja, meni se zdi, ko so gli takrat prišle. Fuge. Glite je bil tisti prvi lažjih izkrit, ne? Ja. Vejpov se pa ne spomnim. Vejpov takrat, totih malih USB ključekov že ni bilo te. Te res je tega ni bilo, ne. Pa tistih, teh, ko jih ima Slaven, tudi se ne vidim. Ali ti se spomniš kaj? Mi da smo na isto srednjo. Mislim, da bi uporabljal kjer izmed vrstnikov, ne. Jaz dobesedno še zdaj uporabljam en sistem, ki je zelo podoben temu, ki ga imam od leta 2016. Ne. Se pravi, en drug tank, ampak še zdaj ga uporabljam, ne. In sem ga kupil leta 2016 in ga še zdaj uporabljam. Ne. Tako da je več generacij. Ja, to je druga firma, ne, pa malo drugačen, ampak ja, v principu deluje isto, ne. Ker takšne sem videl, takrat so še bili, spomnim se, tudi vape shopov. Ja. Ne, pa tudi jaz sem si stroške blazno zmanjšal, ne. To je tudi recimo ena stvar. Ja, zelo pomembna stvar, ki bi jo rače povedal, ne. Ko so se vapi pojavili, je bilo veliko motivacijskih faktorjev za ljudi, da prešaltajo cigaret na vape. En je bil ta, da je bil vape neskončno cenejši. Blazno cenejši. Praktično neomembe vreden strošek v primerjavi s cigareti. Ne? Bi povedali, koliko je strošek recimo za ta vape? Ja, tole je zdaj vse skupaj, recimo sama naprava je recimo z baterijo, ne vem, 50 € mogoče. Zdaj pa tekočina, ne? Tekočine jaz nabavljam po svojih kanalih. Mene košta tekočina recimo 100 € na leto. Primerjavi za cigareti je to... Ja. Po drugi strani, danes, ko sva štartala v Maribor s tem kolegom, ki me je pripeljal, ne, sem opazil, da sem pozabil tekočino doma in smo se ustavili v enem vape shopu, kjer sva kupila po uradnih cenah s trošarinami, ne, sem 32 € plačal fraško, ki bi mi trajala, ne vem, mogoče 3-4 dni. Pa to se računa... Ne. 100 € na leto ali pa 30 € za 4 dni. Ne? To je razlika med tem, kaj bi vape lahko bil, pa kaj je. In zato se po mojem tudi vi v vašem društvu probate priti nekako do tega, da bi Ja, mi ne moramo glih promovirati legalne trgovine, ne? To drži, ne, ampak da bi prišlo do toga, da je bilo legalno, ne? To je vaš plan. Vse legalno je, samo je toliko drago, ne, da ljudje niso motivirani prešaltati na cigaret na to, ne? Ker to je velik motivacijski faktor. Jaz, ko sem kadil 3 škatle cigaret na dan, recimo, ne, takrat je bila
škatla cigaret na morju, recimo, 25 kun. Jaz sem s 100 kunami zjutraj prišel na ribo, kupil 3 škatle cigaret, spil eno kavo in 100 kun ni bilo več. Ne? Kava je bila 10 kun takrat, cigarete si bile 25, recimo 27. Glavno 100 kun na dan je šlo. Ne? Potem prvo leto, potem, ko sem nehal kaditi, ne, sem prišel s 100 kunami na dol, pa sem spil kavo, pa sem drug dan prišel, pa sem spil kavo, pa sem tretji dan prišel, pa sem spil kavo, pa sem imel še skoraj 100 kun v žepu. Ne? Pa sem cel teden pil kavo, pa nisem pokuril tistih 100 kun. Ne? Taka razlika v strošku je bilo takrat, ne, vape ali cigareta. Ne? In seveda, to je izpad dohodka, ne? Med drugim tudi, ne vem, kaj bi drugega lahko bilo zdajle kot motiv. Ne? In so ta motivacijski faktor so ukinili. Ne? Potem je bilo velik motivacijski faktor, je bil ta, da si lahko kadil v zaprtih prostorih. Ne? Nisi rabil hoditi ven, ne? Zvečer, ko si šel s frendi ven, ne? Lahko si ostal noter v zaprtem prostoru in vejpal. Ne? To so ukinili. Ne? Se pravi, vse te neke, spodbudne dejavnike, ki so ljudi motivirali, da so prešaltali cigaret na vape, ne, so enega po enega rezali. Ne. Tudi arome so bile en tak spodbuden dejavnik. Ne. Ljudje so se radi igrali, mi smo sami mešali arome, kupovali, testirali. Ne. To so pač, pač odrasli ljudje se ukvarjajo z otroškimi zadevami, to se pač dogaja. Ne. Ampak mi smo imeli celo eno skupnost, ne, in smo kot sem že povedal, ne, eni so probavali ene stvari, drugi so probavali druge stvari in smo izmenjevali in tekočine, in izkušnje, in vse skupaj. Ker to v bistvu si mešal tekočine. Ja, sami smo mešali, pa pa imaš recimo, temu se rekel steeping, koliko časa dejansko mora biti aroma v tekočini, preden dejansko ta tekočina začne delovati tako, kot bi mogla, ne, in ene arome so bile 3-4 dni, ene so bile 1 teden, ene so bile 10 dni, ne, da dejansko dobi polni okus, tistega, ki smo ga želeli. Ne. Pa to se mora kaj mešati? Ne, to samo pustiš, da stoji. Premešaš in pustiš, da stoji. Zakaj pa mora stati tako dolgo? Ne vem, zato, da se pač, ne vem, te suspenzije ali emulzije ali kajkoli, emulzije niso, ker je pač vodotopno, ne. Ampak da pač, da se te molekule porazporedijo, ne vem. Dejansko ima drugačen okus tekočina, ko stoji 3 dni ali pa 1 teden, ne. Po nekem času pa to se pač stabilizira in ostane. Ne, pa igrali smo se, ne. Koliko sem prebral, se mogoče tudi vaše društvo boji tega igranja, da bi, ko so bili prepovedane te arome in to. Sem prebral tudi v enem vašem intervjuju, ste rekli, da se bojite, da bi to nekdo doma meša te barvila, črni trg, podobno, ne? Ja, to pa ja, ne. Se bi poistovetili z tistim časom, ko ste to vi? Ne, absolutno ne, ker mi smo takrat točno vedeli, kaj mešamo, ne. To so bile arome, ki so bile namenjene vejpu, ne, in ki so bile vodotopne, in ki so kot take funkcionirale in niso bile škodljive, ne. Vsaj ne omembe vredne škodljivosti niso imele, ne. Zdaj je pa problem, ne, da ljudje kupujejo arome, ne vem, take jedilne, ne. Te pa niso vse vodotopne, ene so topne v lipidih, ne. In to pa zna biti velik problem. Ne, tega se bojimo, ne. Une, ki so bile v vape shopu kupljene, so bile varne, preverjene, ne samo na našem trgu, ne, to so bile arome, ki so bile uvažane, ne, iz drugih držav Evropske unije, ne. In to je bilo veliko bolj varno, no. Tako da se ne bi poistovetil s tem, kar se zdaj dogaja, ne. Ok, to, ker se mi zdi, da je prav, da razjasnite, ne, da ne bi slučajno. Da ne bo tudi Jaz imam eno vprašanje, pa če ga nam postavil, mi bo žal, ne. Tu ste rekli, da je 6 mg. 6 mg na mililiter. To pomeni, da celotna doza ali na dih, ali kak? Ne, koncentracija nikotina v tej tekočini noter. Aha, celo tekočino. Torej, kdaj to spraznite, je to vse 6 mg. Ne, se pravi, tlele noter je, mislim, 4 ml, ne? Ja. Se pravi, kad to spraznim, sam 24 mg nikotina. Aha, ok. Kaj pa v enem cigareti, recimo? Ne vem, ker v cigareti... Različne. To je pa spet nemogoče meriti, ne? Ker kaj mereš? Ti mereš nikotin v dimu, ne? Ja. A je tako, ne? Kako prideš do dima, ne? Je zelo pomemben faktor, ne?
Ne, spomniš, kaj je bilo omejeno, koliko nikotina smejo imeti cigareti v Evropski uniji, ne? Veš, pa so delali, ne, pravzaprav isti tobak so dali v dva različna izdelka, ne. Na enem so naredili malo drugačen filter, malo drugačne perforacije, ne, ker so merili tako, da je neka mašina potegnila ta dim in potem je merila koncentracijo v tem dimu, ne. In zdaj, če je bil sama cigareta, če je bila konstruirana pač na en način, je bila sestava tega dima drugačna, kot če je bila narejena na drug način. On je pravzaprav rdeči Marlboro pa Marlboro Light, kar jaz vem, je bil identičen tobak, noter razlika je bila samo v tem, kakšne perforacije so bile, koliko je odstrani še drugega zraka prišel, pa kakšen filter je bil. Veš, ne, in se pravzaprav, veš, ne, koliko ima nikotina cigaret je težko oceniti, ne. In potem tam neka mašina vleče, noben kadilc ne vleče tako, kot ta mašina vleče, veš, ne, in se nekaj meri za to, ker se mora zadovoljiti neke parametre, pač zmeriti za to, da pač da se ne presegajo in težko je primerjati. Tu piše zdaj, če smo vprašali našega prijatelja, čata pravi, 1 do 2 mg of nicotine is actually absorbed systemically, when smoked. In to sem nekje že slišal. 1 do 2 mg pri enem cigaretu. Ti, ko skadiš en cigaret, 1 do 2. Jaz sem nekje slišal 1,4, res ima v glavi to številko, ne vem odkje, ne vem potrditi, ampak se mi zdi, da je tu nekje, no. Ok, 1 do 2 mg, da sta absorbirana, ampak jaz tle spet lahko povem, koliko je nikotina v tem noter, ne vem pa, koliko se ga dejansko absorbira. Ne? A veš, ne? Zdaj je spet odvisno, kako potegnem, a veš, ne? Ampak recimo, če tle 24 mg, to meni traja skoraj cel dan, ne? Tu piše, da ima cigaret 10 do 12 mg nikotina kot en cigaret, samo absorbira pa se torej samo 1 do 2 od tega. Tako da je to tudi lahko procentualno pogledamo, da je to kaj 10%. 10-20, ja. Ja, se pravi, cela tale zadeva, recimo, ajde, če bi potegnili paralelo, pa ne vem, če jo lahko, ampak če bi, ne, se pravi 2,4 mg, ne, in jaz tole vejpam skoraj cel dan, recimo tale en tank, ne. Mogoče 2-krat na tank, se pravi, mogoče 2 na dan, ne, veš, ne, in to je. Ampak mene nikotin ne skrbi, no, iskreno. Ja, ok. Ne. Mene z vsem tem, česar sem se jaz losil, v momentu, ko sem nehal kaditi tobačne cigarete, ne, in kakšen učinek je to imelo na moje zdravje v tistem momentu, ne, jaz o nikotinu pravzaprav ne razmišljam preveč. Ne. In recimo, prav spomnim se, ko sem začel vejpati, je bila neka, ne vem, neko študijo so delali, ne, o tem, kaj se zgodi, če prehitro zmanjšuješ koncentracijo nikotina, ne. In so ugotovili, da je relaps nazaj na kajenje pri tistih vejperjih, ki prehitro začnejo zmanjševati, je večji. In je bilo nekako sporočilo tiste študije je bilo, ne, karkoli delaš, če ne kadiš, to delaj najmanj 1 leto tako in ničesar ne spreminjaj, ne, ker karkoli narediš, se postavljaš, pač povečaš tveganje za to, da boš to začel spet kaditi, ne, da boš relaps. Se bojite mogoče, ko bi prišli nazaj cigarete? Ne, absolutno ne. Ste imeli kakšno noč moro o tem? Ja, enkrat sem sanjal, ne, to mi pravijo, recimo, bivši kadilci, ki ne vejpajo, ne, so mi pravili, koliko so sanjali cigarete in ne vem kaj, ne. Jaz sem vsem tem času 2-krat dim potegnil, ne. Enkrat je bilo, ko sem bil na plaži z eno prijateljico, ki je nerodna, jaz sem imel izkušnje in ni mogla na vetru pržgati cigareta, pa sem ga jaz pržgal in sem ga dal. Sploh nisem imel neke želje, da bi ukradil ta en dim, ne. In enkrat je bilo v enem mojemu lokalnemu kafiču en invalid, ki je spastik, ne more si sam pržgati cigareta, ne, in me prosil, če mu pržgem cigaret, ne, in sem mu ga pržgal in sem mu ga dal v usta in tudi nisem imel neke želje, da bi ukradil ta en dim. Pač začutil sem to aromo v ustih, ampak absolutno me ni ganil, ne. Enkrat sem sanjal, zelo na začetku, 1. leto, 2. leto, ne, sem enkrat sanjal, da kadim, ampak ni bilo v smislu, kako je dober, ne, ampak je bilo tako, fakt, zdaj sem vse zajebal. Zdaj pa vse še enkrat od začetka, še enkrat se bo moral odvajati, ne, in tako res, kako sem zamočil, ne.
To je bil občutek, ki sem ga imel takrat, ko sem sanjal. Enkrat, da sem kadil. Saj nočem vas spominjati. Ne, absolutno nobenega problema. Tako kot sem rekel, mojemu avtu se je do nedavno kadil, v mojem stanovanju se je kadil, nikoli ni motil. Jaz sem, veliko sem preživel časa tudi na Hrvaškem, v Srbiji, kjer se v vseh lokalih kadi. Absolutno nobenega problema. Nimam in nikoli nisem imel niti najmanjše potrebe prižgati cigareto. Pa recimo zdaj, če bi hipotetično skadili en čik, se vam zdi, da bi šli down the slippery slope, ali bi samo to en čik, hvala lepa? Absolutno ne bi. Zdaj ste pa prišli do tega spoznanja, da bi bilo tako, da so naredili ta presek, lahko jaz bi recimo hipotetično skadil en čik in bilo vse ok. Ok, sej oba dva veva, da tobaka ne kadimo samo v cigaretah, ne? Kako to? Način, kaj je na tobak? Ne, da tobak lahko kadimo tudi v kakšnih drugih kontekstih, ne? Ja. No, jasno. No, in pač, tu pa tam. Pardon. Kadar je vesel večer, se na koncu lahko konča še zeleno. Tako da to moje vprašanje je zdaj dejansko real time, ste doživeli in ne ste... Ampak mislim, ponavadi je bilo to že toliko pozno zvečer in ponavadi nisem bil najbolj trezen, tako da nisem se ukvarjal s tem, ne. Ampak, ne bi šel. Nikoli ni bilo, res, nikoli mi ni prišlo niti približno na misel, da bi začel spet kaditi. To je tudi spodbudno za nekoga, ko bo dlje časa brez cigareto, da mogoče, ko enkrat narediš nek preskok, nek korak, nek stopnico prestopiš, da ni tak, da bi vedno imel ta impuls, samo ta feeling si želim nazaj, To je comforting, po mojem, tistega. Zelo, in tudi, recimo, meni je bilo najbolj tako razodetje, je bilo to, kar sem vam povedal takrat, prvi teden, 2, 3, ko ugotoviš pravzaprav, koliko malo časa v tekom dneva, ti dejansko trpiš zaradi tega, ker ne kadiš, Ker če ta pritisk, ki pride, zdaj bi pa prižgal en cigaret, če ga preneseš, in te nekaj zamoti, potem se spet 1 uro ne pojavi nič, In ti intervali so vedno daljši, In pravzaprav z vsakim takim premaganim impulzom, si ti na boljšem, nisi na slabšem, tako, kot so se prej pogovarjali o žeji, Tam s časom je vedno hujše, s časom vedno lažje. In pravzaprav je neverjetno, koliko je bilo. Tako, overall, ko pogledam, vse skupaj je bilo pravzaprav bistveno lažje, kot sem mislil, da bo. Je pa velik faktor je to, da sem jaz bil v stanju zavesti, da sem si lahko samega sebe sploh predstavljal kot nekadilca, ali pa kot uporabnika nečesa drugega, in nekadilca tobačnih cigaret, Tle mi je vape največ naredil, Ker če ne bi bilo vape, pa sploh ne bi obstajala ta opcija. Se mi zdi, da je isto tudi za te, ko kadijo z užitkom. Veste, vi ste rekli, da ste bili na avtomatizme, kaj pa tisti, ko grejo na balkonček, malo en čik, se umirijo. Mislite, da je bil isti efekt? Jaz mislim, da ker večina naših članov, ki so skoraj brez izjeme vsi bivši kadilci, ki so prešaltali na vape, je bilo takih. Pa še vedno prakticirajo to, da se omaknejo, pa grejo pač z vapom ven. Ne. Enkrat, ko vapaš, ne rabiš se umikati. Ne rabiš, ok. Niste s fugami, po mojem, Ne rabiš se umikati. Pa še ena stvar je tlele, ko smo govorili o hitrosti absorpcije nikotina. Te prve naprave, ki smo jih mi imeli, 10, 15 in več let nazaj, tam je bila absorpcija nikotina zelo počasna, v primerjavi s cigaretami. In ti si pravzaprav nisi mogel doseči tega efekta, ki si ga lahko z enim cigaretom, pri vapanju ga nisi mogel v 5 minutah doseči. Vaperi se pasajo pomalem, skozi pomalem dodajo ta nikotin, sicer ni teh spajkov, ampak je pa ne vzdržujejo nek level nikotina. In to je recimo tudi, ko so prepovedali na delovnih mestih vapati, kadil si lahko šel ven in skadil en čik in prišel nazaj in naprej normalno delal. V 5 minutah je opravil svoje in je prišel nazaj. Vaper ni mogel, Ti v 5 minutah ne moreš navejpati toliko nikotina. Saj z unimi napravami takrat se to ni dal, da bi pač zadovoljil to neko fiziološko
recimo potrebo, ne, in potem naprej normalno delo. Ne. Vape je nekaj, kar skozi pomalem cuzaš, ne. Se sta videla sama, Ja, ne, ja. skozi pomalem ne vlečem. Ne. Torej, kaj na 5 minut en dihal, kot Ne vem, Pač se ne nekako obremenjujem sploh. Jaz vem, koliko povprečju. na dnevni, na tedenski, na mesečni, na letni bazi tega skuram, ne, Ja, okay. in se te stvari ne razlikujejo preveč, razen tega, da pač koncentracijo nižam počasi z leti. Ja. Ne. Nikotin postaja približno ok. Se pa Ne, Okay. nikotina je vedno manj, ne, ker Ja, vem, pravzaprav ampak isto to količino čez dan, recimo, če Ja, gledaš. Čez dan pa čez ni dan istih. ga pa okej. voziš, ne, razen če imaš tako službo, da ne moreš, ne, ampak sem se tudi to navadil, ne. Po drugi strani je pa recimo vape je pa tudi taka stvar, ki se da zelo diskretno izvajati. Ne, jaz lahko tako vapam, da nič aerosola ne pride ven, ka vapam, ne. Se ste videla, se ni bilo. Nič, ja. Zato sem glih mislil, če imate to kaj Jaz sem posebnega, ali... Ne, jaz sem tako že navajen vapati, ne, da mehne vdihe delam in malo zadržim in potem se ta disipacija tega aerosola se zgodi že v pljučih, ne, in zelo malo tega potem pride ven. Ne, jaz na avionih vapam, brez problema. A res? Ja. Pa to, mislim, če vidijo to... Se reagirajo? boljše Ne niso videli. Ne vidijo. mislim, vas, da to naredite, ne? Ne, jaz Veš, se vaš usedem- gib, to sem Jaz se mislil. tako usedem, da pač da ne delam Ja, tega ja, okej, tako okej. vehementno, dajte me. Ne, da delam diskretno, ne. Dima ni, ničesar ni in... Ko vam je kdo kdaj rekel, pa kaj boš zdaj s Ne. tem električnim, ne bodi, ne. V kinu recimo isto lahko vejpam, ne. Noben ga ne motim, noben ne ve, da vejpam, ne. Ja, Temu se reče stealth vaping, ne. Pač to sem se naučil, ne. In, živite v časih Jugoslavije, ko so vse odkadili samo. Ja, praktično, ja. Ja. Mislim, okej, pač spoštujem tam, kjer se ne sme in če mi kdo reče, Ja, smeš, ne, drugače pa lahko tudi malo neumnega naredim včasih. Saj največ, kar bi mi lahko naredili, ne, recimo, ne vem, na letalu, prva stvar bi mogli reči, da naj tega ne počnem. Res, okej, dobro, ne bom. Rešen problem, ne. Sicer so pa šele pred kratkim, par let nazaj, ampak prej niso, ne, ki so pač na začetku ne povedali, ne, da je na avionu kajenje prepovedano in da to vključuje tudi elektronske cigarete, ne. To so zdaj začeli, ne. Samo to, kdaj zdaj? Se mi zdi, da ni bilo. Mislim, ne vem, kdaj sem prvič letel za to. To je 2 leti nazaj, da sem to prvi slišal. Ja, ker me, veš, ono tisto, ko na začetku poslušaš, kaj ima zapovedati in je prav malo out of pocket, ali kako bi povedal, tako je malo, ne out of pocket, tako malo preseka, ne, in tudi e-cigarete in in je bilo, čaj, tu je za nekaj drugačnega, ker vedno, ko je poslušal, ja, je pa bilo, Ja. ne. Mislim, da sem 2 Ne vem točno, leti kdaj nazaj je to bilo. prvič zaznal. Ampak da se, no. Pač, ne. Seveda tega ne delam zato, da izzivam ali pa ne vem, Ja. ali pa da kaj dokazujem, ampak preprosto lažje preživim tudi ta stres, ne, in to anksioznost okrog letenja, ker vsi po malem, vsaj pa večina nas po malem čuti, ne, in dokler lahko bom, ne. Bi še radi kaj povedali o svoji društvu oziroma organizaciji? Društvo. Ja, mogoče to, ne, da smo pač začeli kot Združenje vaperjev Slovenije, ne, da smo v lanskem letu spremenili ime v Generacijo brez dima, ker smo želeli vključiti še druge nikotinske nadomestke, ne, ker pač v momentu, ko smo mi to društvo ustanovili, je bil vape edina alternativa. Ni bilo še tega segrevanega tobaka, ni bilo še teh fug tolk, ne, pač ni bilo na trgu nekih drugih alternativ, ne. Imamo pa pač zagovarjamo pa tezo, da so vse te alternative, vsaka taka alternativa je bistveno bolj varna in manj zdravju škodljiva od tobaka in smo zato se odločili, da bomo pač spremenili ime društva in vključili v to platformo še ostale izdelke, ker se nam vape kot tak je postal ne samo eden izmed izdelkov, ne, trenutno, ne, in se nočemo s tem samo omejevati, ne. Zagovarjamo to zmanjševanje škode, ne, to je bila ves čas naše osnovno poslanstvo in pač pri tem vztrajamo, ne.
Pa imate z društvom zdaj v prihodnosti kakšne plane? Mi imamo skozi plane, ne, ampak v glavnem reagiramo na stvari, ki se dogajajo okrog nas. Ko se pojavi nova ali pa predlog nove zakonodaje ali pa predlog amandmajev k zakonodaji, pač takrat se aktiviramo in damo neko svoje mnenje. Ne. Recimo, tako kot sem povedal 2 leti nazaj, sem bil na tem odboru za zdravje v državnem zboru. Ne. Pač smo vložili. Ne. In kako vas tretirajo? Mislim, kako vas... Jaz sem bil tam en sam proti vsem. Ja. Od kaj ti zdaj tu bluziš? Ne. Čisto prijazno so me poslušali in potem je pa 15 drugih povedalo svoje zgodbe, ki so bile pa pač kontradiktorne mojim oziroma čisto diametralno nasprotne. Ene so bile smiselne, ene so bile popolnoma brez veze. Ja. Ne vem, take, recimo, delali so neke kao raziskave, ki so na teren pošiljali kao mladoletnike, če lahko kupijo vape, in da tako so jih dobili. Ne. Veš, noben mu pa ni prišlo na misel, da bi ne vem kakšno inšpekcijo ali pa policijo poklical. Ne. Tega pa niso naredili. Ne. Ker jaz bi to prvi, kot član mojega društva, bi prvi poklical inšpekcijo, ne, da takega trgovca izločijo. Ne. Oni pa sam nabirajo neke točke, ne, veš, ne, zato, da lahko rečejo. Ne. Koliko se je dal dobiti na črno? Ne? To je bil point njihove. Ne, kako lahko mladoletnik pride v vape shop in kupi vape. Aha, ok. To so hodili pokazati. Okay. Veš, ampak jaz ne poznam takih trgovcev, ne, ali pa vsaj tisti, ki jih jaz poznam, zatrjujejo, da tega ne počnejo. Se pravi, ali je bila kakšna finta, ne, da so dali nekoga, ki ni izgledal mladoleten, ne vem, kako so to delali. Skratka, ne bom se v to spuščal, ne, ampak niso pa poklicali inšpekcije, ne? Niso poklicali, niso jih prijavili. Ničesar rešili. Ja, okay. Veš, jaz bi prvi jih prijavil, ne? Oni jih pa niso, ne? Pa oni se kao borijo proti tem. Ne? Mislim, da mi je to malo, ne vem, malo mi je tako dvolično to, mislim, ne štekam. Veš, ko dokazujejo neko svojo tezo, ampak nič ne naredijo konkretnega, ne, v tistem momentu, da bi pač stvar razrešili tako, da bi bilo dobro. Ker sem danes odkril podcast, ker sem se malo pripravljal, ne, in ima dansko Oxford, študenti, mislim, da imajo tam vsaki mesec eno epizodo na temo e-cigaretu samo, pa raziskave, samo na to temo. Tako da to mislim, da je zdaj že vse sem potlil, vse sem mu preposlal. 16 minut. Mislim pač, tak 16 minutne epizode so, ampak imajo pa prav Excel, ki je dostopna vsem, pa kdaj je bila kjera raziskava, pa na podlagi česa je bila raziskava narejena, pa kaj so. In pač večinoma govori o tem, kot... Mi boste poslala... Lahko. Samo ni Oxford, pa je ena druga ameriška... Beth. Samo malo, takoj pogledam. Če je Beth, potem imam takoj ugovor. Ni po mojem. Oxford University je. Oxford. To je Angleži, ne? Angleži so drugače pro-vaperski, ne? Aha, ja. Pardon. Ja. Razen univerze v Bathu, ne? Oni so pa izjemno proti, ne? Potem pa, če gremo spet malo v teorije zarote, ne? Vse njihove z vapom in z raziskavami v zvezi z zmanjševanjem škode, ne? Pa financira Bloomberg, ne? Tako da on je pa izjemno pač ideološko naravnan proti vapu, ne. To je tudi podkopljivost, mislim, rezultatov, ne. Ja. Tako da, ne vem. Pa prej, ko smo bili ali se tobačna industrija želi konkurence, ne, logično, da se bodo zdaj cigareti kot boljši, ne vem, prodajali, mislim. Mentaliteto cigaret ni nič napačen, vape je slabši, ne. Ja, to je pa sploh, ne, to da se ljudem ne reče, da je to manj škodljivo, da se jim zatrjuje, da to je enako škodljivo. Pa klasika, cigaret je klasika, to je nekaj novega, strašnega, tak veš. Meni se to zdi moralno zelo sporno, ne, etično zelo sporno, ne. Ampak denar je v ozadju, ne. Da se toliko napada vape, ne, do te mere, da se govori, da je enako škodljivo, ali pa celo tista pulmologinja, ki je bila na tem odboru za zdravje, ki je rekla, da ima celo vape večkrat rana kot cigaret. Ne. Do te mere, da se demonizira vape v primerjavi s cigareti, ne, da se ne izpostavi, da je to vseeno bolj varna opcija, to se mi pa zdi moralno nesprejemljivo. To se mi pa zdi
res problematično. Ne? Da se ne gremo motive, a so to ideološki motivi, a so kakšni drugi, ne? Ampak da se tle ne govori resnica. Ne? Ker jaz sem tudi znanstvenik. Ne? Jaz vem, kaj pomeni, ne? Znanstvena iskrenost, recimo, ne? Ali pa znanstvena etika. Ne? Tlele se to hladnokrvno potepta. Ne? In to ni prav. Ne? In to na račun zdravja ljudi, ki bi lahko ogromno dobrega naredili. Kot so pokazale nenazadnje vse države, ki so bile naklonjene tem nadomestnim nikotinskim izdelkom. Ne? Od Nove Zelandije do Kanade, do Švedske, do Velike Britanije. Ne? Tako da to je nekako moj message za konc. Skrbelo vas je za 1 uro, zdaj smo tu 2. Ja, 2 uri skoraj. Se boste malo zrezali. Ne? Bomo videli. Nič, Slaven, hvala lepa. Hvala vama, meni je tudi bil užitek. Ne? Pa, če vas še kaj zanima, lahko tudi nadaljujemo korespondenco.